nihče ga nima pravice ugrabiti. Nihče nima pravice misliti, da so njegovi politični interesi močnejši od zakonov. Nedopustno je, da nekdo živi v strahu in da nekdo vlada z zastraševanjem. Evropa ne sme biti domovina oboroženih skrajnežev in ljudi, ki sejejo rasno in mednacionalno sovraštvo. Najbolj pomembno, kar imamo, je naša prihodnost in prihodnost naših otrok. Ni prostora, kamor bi se lahko umaknili pred zlom. Zaradi vrednot, ki jih imamo, zaradi vsega, v kar verjamemo, jasno povejmo. Ekstremna politika ni vrednota Evrope. Imamo pravico do življenja brez strahu. Za našo prihodnost gre. Stopimo skupaj za razumno Slovenijo, za razumno Evropo. Lepo pozdravljeni na okrogli mizi proti kulturi strahu. Pogovarjali se bomo o tem, kako se upreti oblikovanju slike sveta, ki temelji na vsiljeni kulturi in strahu, o tem, kako preprečiti pozive k fizičnemu in psihičnemu nasilju, obračunu, o tem, zakaj v Sloveniji in v Evropi ne sme biti prostora za ekstremno politiko, kot tudi ne za prepričanje, da je ekstremizem lahko vrednota. O tem bodo soočili mnenja magistrica Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu, profesorica Sandra Bašič-Hrvatin, Univerza na Primorskem, Jure Trampuš, tednik Mladina, doktorica Nataša Pirc-Musar, odvetnica in predsednica sveta, to je bilo že pod vprašanje, zdaj prvo, sveta za odziv na sovražni govor, in bivša, in dr. Alen Maksuti, portal Homo Politicus. Vsi lepo pozdravljeni, tako zmešano sem vas predstavila, ampak se ste, bi človek rekel, javne osebnosti in se tudi vsak dan soočate s sovražnim govorom, tako da kakšne prehude zmede verjetno nisem napravila. Kot rečeno, vse naše sogovornice in naši sogovorniki se s tem vprašanjem ukvarjajo že, lahko rečemo, kar dolga leta. Začela bom z evropsko poslanko Tanjo Fajon in sicer z zelo osebnim vprašanjem za začetek. Z problemom sovražnega govora in kulture strahu se seveda soočate že dolga leta, saj tudi kot novinarka, dopisnica ni bilo vedno zelo preprosto, ampak kljub temu pa verjetno ni bilo primerljivo s tem, kar seveda doživljate zdaj. Zanima me, kako se čisto osebno spopadate s temi, pravzaprav nimam primernega izraza, zelo ogabnimi in nevarnimi napadi na vašo osebnost. Hvala lepa. Zdaj, res je nekaj, da je ta sovražni govor, to bi rekla, zastraševanje, postalo zelo nevzdržno. To je vsaj moja osebna izkušnja v zadnjem času, kar me bolj skrbi je, in zato je tudi povod v to razpravo danes, to, da je do neke mere ta sovražni govor postal del mainstream politike. Da to danes vidimo, to, kar so bili obrazi v posnetku, Orbani, Salvini in podobni, da to vzamejo kot neko normalizacijo širjenja ideje, strahu, ksenofobije, žaljivega nastopanja, in to je tisto, kar me najbolj skrbi. Zdaj, če se samo spomnim tega zadnjega pohoda, manifestacije, Kaza Pound v Trstu, res se ni šel tako, kot so si želeli, ampak to je tisto, čemur smo danes priča po Evropi, širjenje nekih tudi neofašističnih idej in sovražnosti. In ta mainstream v politiki, tudi ne nazadnje smo ga deležni, protagonisti so danes tudi v slovenski politiki, v slovenski opoziciji. V veliki meri so mediji tisti, ki nosijo tudi odgovornost, ampak zdaj, če se vrnem najprej na osebno, nekaj tamle se vrti sovražnega govora, je, seveda te je strah, do neke mere te je strah, bolj verjetno ljudi okoli mene, družine, prijateljev, če dobivaš, da si ubijalec, da imaš krvave roke, da se izseli, da ti zažgejo hišo in tako naprej, ne moreš pa kot posameznik ali kot politik tu veliko ukrepati. Se včasih vprašam, kam drvi ta družba, in če ne bomo zaustavili in rekli odločno ne pristajamo na sovražni govor, na nestrpnost,
in proti temu ukrepali za neko normalno Slovenijo, za neko razumno Evropo, potem me res skrbi. In tudi, če rečem, tudi skrbi me nacizem, ki pa temelji na nekih vrednotah verskih, rasizma in tako naprej. Je skrb in jaz upam, da bomo uspeli to nekako ustaviti, preprečiti, tudi s tem kot posamezniki, da opozarjamo na to in da vrnemo družbo v nek normalen diskurs. Sicer bomo priča zelo razdiralnim sinam, ki so že v Evropi. Hvala lepa. Doktorica Sandra Bašič-Kavatin, torej mislim, da sem prvo definicijo sovražnega govora nekje pred skoraj 20 leti slišala iz vaših ust, torej nekoga, ki je definiral nekaj, kar smo seveda nekoč tudi že občutili, ne pa v tolikšni meri. V tem času pa se mi zdi, da se je sovražni govor razširil tako zelo, da nekoč je bil omejen na neke marginalizirane skupine, danes pa skoraj ni več demografske skupine, ki ne bi imela svojega tipa sovražnega govora. Po teh 20 letih od vašega, recimo, prvega razmisleka do danes, kam smo prišli? Ja, meni je žal, mislim, to, kar zdaj pogledam, meni je žal, da Tanja to sprejme sporočila, ampak nažalost smo v tej družbi nekateri, ki že 20 let to sprejemamo, pa smo opozarjali, da ta zadeva se bo na koncu normalizirala in da ne bo nobeden, ki bo izuzet iz tega, če se ne strinja z določenimi mnenji, ki jih imajo taki ljudje. Bistveno pa se je spremenilo, da pred 20 leti si dobival anonimna sporočila, nepodpisana in tako naprej, zdaj pa je to normalno. Zdaj ti človek pošlje mail, ti še napiše naslov in telefonsko številko, te ozmerja na vse in to pa, kar je Levica odgovorna, da smo mi vse skozi v bistvu na teh liberalnih vrednotah bili strpni do nestrpnih. Tako, mi smo ves čas poskušali z neko racionalno razlago ljudem razložiti, da to ni v redu. Na določeni točki pa se je zgodilo, da je desnica prevzela ta liberalni diskurs in da je desnica tista, ki zagovarja svobodo izražanja, seveda v tem pomenu, da lahko da govori kdorkoli, karkoli, ne da bi za to bil kaznovan. Zdaj, ker je Tanja tukaj, Tanja je v bistvu moja poslanka, zaradi tega, ker sem jaz volila in kadarkoli imam kakšne vprašanje, ki se nanaša na evropsko politiko, jaz pač na njo naslovim in mislim, da je to edini način, kako državljani začutijo, da je politika zelo osebna in pomembna zadeva, če lahko na tak način se v bistvu politiko odzove. In mislim, da je v tem trenutku Levica dolžna s političnimi dejanji zavarovati neke vrednote v tej družbi, za katere smo mislili, smo se izborili, da so nedotakljivi. Žal te vrednote so zdaj postale egzota. Skratka, če se ti zdaj zauzemaš za to, da je ne smeš diskriminirati in tako naprej, v bistvu padeš v skupino izdajalcev in tako naprej. In tle bi pa zdaj upozorila še na nekaj, da vidimo, kako je zadeva in mediji so za to odgovorni. Včeraj je minister za notranje zadeve Hrvaški pozval državljane, da ne nasedajo lažnim novicam, ker so ljudje v Samoboru začeli prijavljati begunce, nelegalne migrante, ki se potikajo po mestu. Izkazalo se pač, da gre za ljudi, ki so tujci, ki imajo normalna delovna dovoljenja in delajo v domu za starejše občane na slabo plačanih delovnih mestih. Svetka, minister za notranje zadeve prosi ljudi, da temu ne nasedajo. Pri nas pa recimo je neka splošno prepričanje, da fake news je samo neka zadeva, s kateri se taki paranojiki, kot sem jaz, ukvarjajo in na katero opozarjajo in tako naprej. In druga, na kar bi vas opozorila, da se mi ukvarjamo z zelo zvitimi zadevami, ki jih imenujem jaz lažljivčeva dividenda. Skratka, politik reče, da je Slovenijo zadela invazija tujcev in tako naprej, potem pa spreobrne govorico pa reče, kot pravijo mnogi, Slovenijo je zadela invazija, in mi pozabimo, da je on tisti, ki je začel cel ta strah proti invaziji in tako naprej, in ta zadeva se normalizira in zdaj o tem razpravljamo, kot bi to bilo dejansko stanje. Moje vprašanje pa je, kaj so v tem času naredili mediji. Ali so mediji dolžni zaradi neke navidezne objektivnosti
nekomu, ki se zagovarja za človekove pravice, nasproti dati antisemita, semita, rasista in tako naprej, ali pa so tudi oni odgovorni za to, da v javno razpravo ne pripuščajo glasove, ki netijo sovraštvo, nestrpnost in tako naprej. In tisto pa, kar me je najbolj presenetilo, odkdaj smo se najdli v družbi, v kateri je zagovarjanje človekovih pravic postalo ekstremno radikalno levičarstvo. To je nekaj, kar bi mi morala politika odgovoriti. Sandra, samo to omenili ste primer Hrvaške, ki je bila v tem kontekstu pozitiven zgled, to je lepo slišati. Ampak a smo tu izoliran primer? Če pogledamo okolje okrog sebe, pa ne, da se zdaj sebe postavljamo v boljšo luč, kje pa, ampak ali vse družbe doživljajo ta trend, o katerem ste zdaj govorili, ali je to vendarle tudi ekskluzivna slovenska lastnost, ta skrajnost, v bistvu tudi v tem, kar zdaj govorite? Ja, če se primerjamo z Turčijo in Erdoganom, smo na boljše. Če se primerjamo z... Ne, s državami, s katerimi se radi primerjamo. Ja, vem, ampak jaz bi hotela živeti v državi, v kateri se nihče ne sme bati zaradi tega, ker recimo zagovarja določene vrednote, ki so po mojem mnenju vrednote humanizma. Skratka, zakaj je človekoljublje postalo nekaj, kar je vredno obsojanja in tako naprej. Skratka, to, da se ta zadeva razrašča in razširja in tako naprej, je seveda stvar politike. In je univerzalni problem, no? To je bilo moje vprašanje. Mislim, če pristanemo na to, da so človekove pravice univerzalne in da je ekstremizem univerzalen, potem pa... Jaz mislim, da je ekstremizem v bistvu... Jaz sem se prvič s tem soočila takrat v času najhujše krize finančne v Grčiji, ko sem tam delala z enimi organizacijami, ki so skrbeli za posledice te grozne politike, ko se reče, varčevanja in tako naprej. In sem takrat prvič ugotovila, kako njihova ekstremna desnica ima izjemno učinkovite socialne programe, kjer pomaga revnim ljudem in tako naprej. Isto vam je v primeru, ne vem, Italije, Casa Pound in tako naprej. Težava pa je, da so ti njihovi socialni programi namenjeni samo tistim, ki imajo čisto kri. In zdaj, ker smo mi domovina lipicancev in ker je rasistična teorija nastala po rodovniku lipicancev, kdo od nas lahko, da se dokaže 5 rodov nazaj, da ima čisto kri. Skratka, Evropa nikoli po drugi svetovni vojni ni bila utemeljena več na prištevanju krvnih zancev, ki jih imamo noter. Skratka, mi smo verjeli, da je druga svetovna vojna bila tako veliki opomin, da se kaj takega ne sme zgoditi. Cel kup vprašanj imam za vas, ampak po tej vrsti targetiranih vprašanj bomo odprli skupno debato, v kateri bom povabila tudi naše občinstvo. Jure Trampuš, novinar Mladine, piše o teh zadevah že vrsto let, ampak za vas imam zelo konkretno vprašanje, to je vprašanje za ponosnega Velenjčana, torej prihajate iz mesta priseljencev, kjer so bili letos najprej shodi proti migrantom, potem pa svastike na plakatih. In zanima me, kako se je ta zgodba končala. Je šla mimo ali je bilo vendar kakšna prijava, kakšno odkritje, ali je pa bilo tako, kot navadno že vedno je, da vsi vemo, kdo je bil, ampak smo vsi tiho. Dobar dan. Te dni je bila v Mariboru gledališki festival Borštnikova nagrada, dobila tudi predstava Mladinskega gledališča 6, ki govori o 6 otrocih, ki niso bili sprejeti v Kralju. No, ampak vprašala si mi v Velenju. Velenjčani smo znani po tem, da se samo pomiljujemo, ker nas nihče ne pozna in ker živimo v neki kotlini, ki nima ceste do tja. No, ampak v tej predstavi nastopa tudi Velenje. Torej, naše mesto se je prebilo na gledališke odre z pozivom civilne iniciative, naj azilni dom v Velenju vendarle ne obstaja, ker je tam blizu lokalna skupnost, ker je tam blizu trgovinski center, ker je tam blizu igrišče, ne? In ker je tam blizu, po moje, tudi smetišče. V vsakem primeru,
ta civilna iniciativa je seveda uporabljala rasistični jezik. Ne? In občina se je po nekih težkih korakih in iskanju dogovora, ki ga konec koncev ni bilo, vendar je odločila, da je sprejela 3 sirske družine, ki so danes, kakor vem, v Velenju, ampak seveda ljudje to moti. Ne? Gre za 3 družine, ki imajo že urejen status za mednarodno zaščito, kar pomeni, da so upravičene do bivanja tukaj, nihče jih ne preverja, oni so v postopku integracije v to okolje, vendar seveda ljudje to moti. Ne? Vprašati pa se je potrebno, zakaj to ljudje moti. Ne? Prej smo govorili o sovražnem govoru, poslanka je govorila o pismi, ki jih dobiva, Sandra je govorila, kako je bilo to pred 20 leti, ampak zgodil se je velika pomembna razlika. Ta sovražni govor je sedaj organiziran. Organiziran je tudi način, da je financiran. Če smo spremljali prejšnjo nedavno volilno kampanjo, vemo, da je stranka SDS dobila sredstva iz tujine, zato da je financirala svoje oglase na internetih, v Twitter računih in tako dalje. Ne? Hočem reči, da sovražni govor je postal zelo navaren, ker je voden z določenim namenom. Ta namen je pa seveda ne samo prevzeti oblast, ampak ta namen je pa zasejati strah in spreti ljudi med sabo, zato da je pod oblasti lažje. To pa smo že enkrat videli v zgodovini in na temu se moramo seveda zelo preti. S tistimi plakati pa je bilo potem kaj novega ali ne? Kakor vem, so te plakati še vedno preiskali in mislim, da policisti ne bo našli nič. Bil bi presenečen. Če pa že govorimo o kaznovanju, ne? Jaz mislim, da se je celotna zgodba za sovražnim govorom v Sloveniji začela z Jelinčičem. Pred 20 leti so bile volitve za predsednika države in takrat je nastopil sedaj pokojni že Ivan Bernik. In Jelinčič je takrat volivce označil za svojjat, golazen. No, stvar je bila procesirana in na koncu je bil poslanec, mislim, da proščen oziroma je zastaral. Ne? Če bi se to takrat ustavilo na način, kakor zakon dovoljuje, bi bilo verjetno danes tega sovražnega govora manj. Hvala lepa. Nataša Pirc-Musar, pred 3 leti ste bili soustanoviteljica Sveta za odzivanje na sovražni govor. Svet je bil zelo aktiven, zelo veliko odzivi in tudi ves sistem odzivov in prijav je bil res imenitno urejen. Kakšen je status tega sveta zdaj? Ta svet je bil financiran strani evropskih sredstev in kolikor vem, je še po 2 leti smo imeli mandat, jaz sem bila predsednica prvega sklica, mislim, da je še en sklic bil 2 letni, potem je pa zadeva utihnila. Ne? Ampak moja osebna izkušnja je pozitivna, kar se tega tiče. Jaz sem rada delala v tem svetu, ki se je formuliral v času najhujše migrantske krize in takrat je bilo tega sovražnega govora res zelo, zelo veliko. Prijav ogromno, mi smo poskušali neko zdravo mero razuma s svojimi mnenji predati javnosti, ampak od takrat do danes se mi zdi, da se v družbi, zdaj če spregovori moja pravna duša, ne, preveč meša sovražni govor kot kazensko pravno kategorijo in sovražnost nasploh sovražne besede. In nemalokrat jaz sem dosta aktivna na Twitterju in si včasih res vzamem tako večeriš čas in mi je tako gušt debatirati z drugače mišlečimi. Ne? Jaz jih tudi dobivam seveda z desne, ne? Po dolgem in počes. Čisto iskreno, ne? SD ni moja intimna opcija, jaz bom tukaj tudi verjetno kakšen hudičev odvetnik pa kakšno pikro rekla tudi na vaš račun. Upam, da se tega zavedate, verjetno ste me tudi za to povabili. Ampak vedno se mi je zdelo vredno debatirati z nasproti mislečimi. In vsaka taka stvar, ki jo spodbudiš na družbenih omrežjih, je mogoče en kamenček v mozaiku, ko poskušaš prepričati nekoga, da ne razmišlja prav, čeprav že velikokrat vržem puško v koruzo in si mislim, se je prepričali, ne mogoče prepričati v kaj drugega. Ne? Ampak kazensko-pravna kategorija sovražnega govora je tisto, kar mora biti prej izjema in ne pravilo. Kazenske sankcije so vedno tisto, česar se mora država najmanj posluževati, na koncu vsega skupaj. In mi smo skozi svet za odziv na sovražni govor poskušali razložiti, da obstaja tudi definicija Sveta Evrope, ki ni kazensko-pravna definicija, ki je drugače formulirana in da je treba opozarjati na pojave sovražnega govora tudi mimo teh kazensko-pravnih kategorij. V Sloveniji je zelo malo obsodb z področja sovražnega govora, zato ker je definicija v 297. členu pravzaprav zelo ozko zapisana. Mislim, da se je zadnjič slikovito kolega Krivic izrazil na eni okrogli mizi, ki sem jo poslušala na internetu, na RTV-ju.
Ta definicija pravi, da mora maltene teči kri na koncu, ne, ko ti z besedami povzročiš kršitev javnega reda in miru. In kolega Krivic je rekel, če se dva v gostilni stepeta zaradi tega, ker sta se sovražno izražala do nekih, ne vem, ranljivih skupin, to bo sovražni govor, če pa nekdo to sofisticirano zavije v celofan, pa tega ne bomo preganjali. In ta druga plat medalje sovražnega govora, ta sofisticiranost, je bistveno bolj nevarna, prihaja seveda z ust intelektualcev mnogokrat in je nevarna ravno toliko kot tisti sovražni govor, ki je povzročil pretep. Pa če mi boste kasneje dali možnost, bom pa povedala še nekaj, ki pa mislim, da je pa jedro problema, zakaj pravzaprav sovražni govor sploh nastaja, ampak mislim, da še kolega prej. Ampak morda bi pa vendar zdaj, ko smo pri vas in je dobro uvodno izhodišče, pa bom potem nadaljeval z gospodom Maksutom. Jaz kot državljan Slovenije in državljanka Evrope, seveda, tako kot je Tanja rekla, to spremljam z izrazito zaskrbljenostjo. Ta pojav sovražnega govora se širi iz por vsega družbenega življenja danes, ampak velikokrat sem rekla, da riba smrdi pri glavi. In izvirni greh, ki ga jaz vidim, je sovražni govor, sovražnost besed v politiki. Preko politike se to širi v vse pore družbenega življenja. Najprej naslednja stopnička so mediji. Mediji seveda dajo poligon, dajo možnost razširjati neko neprimerno govorjenje iz ust politikov in iz medijev seveda do vseh prebivalcev naše države. Jaz sama sem se v začetku največje migrantske krize, takrat se boste spomnili, sem še na Rdečem križu, jaz sem precej hodila po terenu, videla, kaj se pač dogaja, sem se neštetokrat vprašala, kaj za božjo voljo Evropska unija počne, da ne zna postaviti svojih stališč tako, kot je treba. Mogoče boste presenečeni, ali pa tudi ne, jaz nisem pristaš tega, da se ne ločuje migrantov od beguncev in nisem pristaš tega, da v Evropo prihajajo ljudje, ki so ekonomski migranti, če seveda ne dobijo povabila oziroma dovoljen za to, da upravljajo svoje delo. In to ločnico, ki je politika ni naredila, mislim, da bi tukaj zelo zamujen vlak, na katerega bi morala Evropska unija stopiti in takrat postaviti neka pravila. Jaz se samo spomnim grškega premijera Ciprasa takrat, ko je bilo v Grčiji pač najhujša ta migrantska kriza, kako se je postavil pred kamere in rekel, danes bomo pa z letalom v Luksemburg peljali prvih 14 beguncev ali migrantov, ne vem kakšen status so imeli v Luksemburg. A prej jih je šlo 150,000 peš od Grčije do Nemčije. Pa nihče tega ni znal ustaviti, preprečiti. Ne vem, pri viru, tukaj je politika odgovorna. Jaz se, ko je desnica zmagala v Italiji, če sem čisto poštena, da vseh vas, ki danes tukaj sedite, nisem presenečena, da je desnica zmagala v Italiji, zaradi tega, ker cela politika v Evropski uniji ve, da se od leta 2010 na Lampeduzi in od Lampeduze naprej dogaja to, kar se dogaja in Italija, Evropska unija pri najhujših problemih ni znala, ni zmogla, ni hotela pomagati. Ne vem, to bo morala povedati verjetno Tanja, ki je mogoče blizu politiki znotraj Evropske unije. In če zaključim samo svojo misel v tem segmentu, vsaka reakcija v družbi, oziroma vsaka akcija v družbi prinaša določeno reakcijo. In če je bila akcija, ki ni bila učinkovita strani Evropske unije, pač takšna, kot je bila, jaz ne vem, zakaj se tako zelo danes čudimo, da je sovražni govor in sovražnost do migrantov, beguncev takšna, kot je. In tlele riba res smrdi pri glavi. Jaz osebno sem prepričana, da politika ni naredila dovolj, ni postavila temeljev, in če je to ušlo iz rok, potem je tudi družbi ušlo iz rok. In tukaj imamo zdaj problem, ki na momente zgleda zelo nerešljiv. Hvala lepa. Pa nadaljujemo kar tukaj, kjer ste vi končali, Nataša Alen Maksuti, vi ste politolog. Ko smo v soboto lahko gledali ta pohod črnih srajc in črnih zastav in smo morali v bistvu gledati mimo teh črnih zastav in mimo tistih črnih škornjev nekam globlje v ta problem, ki se dogaja seveda v Italiji in tudi v Evropski uniji, kot je dejala Nataša. Ampak moje vprašanje je naslednje. Torej, če razumemo, da je to problem, zakaj potem nihče ne ukrepa? To je izjemno težko vprašanje.
Zdaj, mogoče, če začnem pri tem, jaz osebno se ne strinjam, da je to problem, ki se je enkrat pojavil v Evropi. Ne. Predvsem se ne strinjam z dikcijo, da je enostavno ločevanje med migracijami in begunci nekaj, kar bo rešilo ta problem. Ker mislim, da se v Evropi predvsem evropska politika, in to je delno odgovor tudi na vaše vprašanje, zakaj do tega prihaja, sploh ne zaveda v bistvu problemov, ki so nastali nekje drugje, daleč od naših oči, in ki se dogajajo na račun česa, da prihajajo ti ljudje v Evropo. Ne? Ker pomeni ni dovolj izgovor, da rečeš, nekdo nima pravno urejenega statusa in zato ne more biti ekonomski migrant. Ne? Torej, sama stopnja oziroma destrukcije, recimo samo sirijski vojni, če vzamemo samo ta primer, je tako velika, da je praktično pogled na te ljudi, ki se danes valijo po Evropi oziroma nekje na vhodu v Evropo, ne, če vzamemo recimo ta bosanski primer kot nekaj, torej, če samo ta primer pogledaš, vidiš, da je v bistvu tukaj eno popolno nerazumevanje celotnega koncepta. Ne, kar pomeni, mogoče že res, da ti ljudje niso legalno tukaj, ampak vprašanje, mislim, da je vprašanje legitimnosti in edini odgovor, ki ta legitimnosti zasluži solidarnost. Ne. Mislim, da praktično se zahodna politika in zahodni svet ne zavedajo, da problemi beguncev niso problem migracij, če jih tako imenujem. Ne? Ni nekaj, kar je padlo na Evropo kar naenkrat. Da je praktično problem teh migracij in teh prihodov tujcev v Evropo rezultat napačne politike evropske zahodne civilizacije do sveta, odkuder ti ljudje prihajajo. Ne? Kar pomeni, oni se nam niso kar zgodili. In v tej luči mislim, da nobena pravna dikcija ali pa da noben represivni organ v smislu, da postaviš, ne vem, vojsko na meje, ne bo rešil tega problema. Mogoče ga bo zajezil ali pa ga bo skanaliziral na neki drugi pol, ali pa ga ne bo pa zagotovo rešil. Ne? In pogosto se tukaj pojavlja ena, jaz bi rekel, celo idiotska dikcija, ne? Predvsem na strani določene desnega pola politične scene v celotni Evropi. Če že rešujte problem tam, kjer je nastal. Ne? Ampak ne razumemo, da to prvič pogojuje odhod vseh možnih vpletanj na zahodnih držav in NATO zavezništva in ne vem koga in česa vse v vseh kriznih žariščih, kot so na svetu. Ne? Da to pomeni dejansko stop prodaji orožja tam, kjer se orožje najbolj uporablja, strani vseh velikih sil. Da to pomeni radikalen zasuk v smeri zahodne politike, ki je zdaj praktično vodena enako v zadnjih 50 letih. Da to pomeni diametralno nasprotno reševanje nekih problemov, ki se nam pojavljajo naenkrat in s katerimi se ne znamo spopasti. Tako da mislim, da stvari niso tako enostavne. Ključen problem pa seveda, če nekako poskušam odgovoriti tudi na to, kar so moji predhodniki povedali, se mi zdi v tem pomanjkanju neke deontološkosti. Ne? Predvsem so omenjeni so bili intelektualci. Zdaj, koliko so ti ljudje, vsi intelektualci, bi se lahko tudi pogovarjali. Ne? Ampak mislim, da je ta pomanjkanje te deontološkosti, torej tega, da ko nekaj izrečeš ali pa zapišeš takole, kot se tole vidi tukaj, ne, kako to vpliva na tistega drugega. Ne. In tukaj pravzaprav, če pogledate ta sporočila in nasploh to, o čemer se danes pogovarjamo, je ena enostavna paradigma nekega nacionalizma, ki deluje po tistem sartrovskem pekel, to so drugi, ne. Ti me ne zanimajo, to so drugo pleme, naj ostanejo tam, kjer so. Ne. In ta seveda ideja praktično je izjemno plodna, ne, ker dejansko pada na neko plodno polje nacionalistične ideologije, ki se nam v trenutku krize, ekonomske in moralne, nudi kot nek pobeg. Ne, nudi kot nekaj, kar pomeni ljudje, ki so socialno šibki ali pa se čutijo to, da so praktično prikrajšani za to, da so 40 let delali in imajo slabo pokojnino, potuho ali pa neko idejo o svojem nekem jazu najdejo v tem, da dejansko rečejo, aha, ne vem, nekdo je izdajalec lastnega naroda, naj skrbijo rajše za nas. Tako da mislim, da je dolgoročno edini odgovor na migracije ali pa na begunce, kakorkoli to definiramo, če se zaključim s tem kot odgovor na vaše vprašanje, edini odgovor je samo solidarnost. Ne? Solidarnost in tukaj praktično, mislim celo, da na institucionalni ravni se ne bo nič zgodilo, ne? Če se še malo vrnem na predhodnico. Ne? Torej Evropa ne more nič rešiti. Ne? Evropa nima ingerenc, po kateri bi praktično, ali pa pristojnosti, po kateri bi praktično sprejela nek zakon ali pa, ne vem, poslala neko vojsko ali pa naredila nek paket ukrepov, s katerimi bi to zajezila, ampak solidarnost pri vsakem osebno. Tako da za me osebno dejansko in sporočila, ki jih sam pošiljam in to, da sem se udržil danes tega srečanja, je osnovni temelj seveda moralni, ne? Kar pomeni, ne obetam se tega nobenih
nobenih uslug strani predstavnice oblasti ali pa strani nekoga drugega, ampak kot intelektualec ne, mislim, da je treba pozdigniti glas in reči temu ne. Hvala lepa. Sandra, izvoli. Sam nekaj komentirala. To, kar vidite tukaj, jaz ne vem, kdo lahko na razumen način s tem komunicira. Kakšno sporočilo nazaj lahko pošlješ tem ljudje, ki to pišejo. Če pa to natančno preberete, vidite, da je tukaj Tanja Fajon napadena kot ženska, napadene so njene kvazi nereproduktivne sposobnosti pa reproduktivne sposobnosti. In jaz bi prosila, razen če to ni nek vaš strankarski koncept, da tole ugasnete. Mislim, to so stvari, ki niso za javni prostor, tudi v omejenem laboratorijskem proučevanju tega, kar se dogaja. Te stvari, to je čisto zlo. In razumno komuniciranje ali pa argumentiranje s temi ljudmi, mislim, to je pa smešno. To je pa res smešno. Zdaj druga zadeva. V Trstu prejšnji vikend je bila Kaza Pavel. Ampak zakaj nihče ne govori, da je v Trstu prejšnji vikend bila tudi levica? In je bilo veliko, veliko več, kot je bilo fašistov. Veliko več. Iz 3 držav. Mladih ljudi, starejših ljudi. Tisti, ki so preživeli na Primorskem italijansko okupacijo, ki so znali artikulirati svoje vprašanja in nažalost naši mediji o tem so zelo, zelo malo poročali. Ampak so nam vrtili te slike za stavonož in ne vem česa. Mislim, to je vprašanje. Vprašanje je ta neka, ne vem, olikana sprejemanje tega, kar se dogaja. To je nesprejemljivo. In zdaj tretja zadeva, da vam dam sam en primer, pa bom tle dom naprosila, če lahko tudi to komentira. Recimo, grem na računalnik in vtipkam generično besedo demokracija. Prvi zadetek je časopis, ki z demokracijo ima zelo malo. Vtipkam generično besedo migranti, dobim 10 zadetkov, ki so vsi najhujša propaganda proti migrantov in tako naprej. Vtipkajte besedo feminizem, pa to je, da ti pamet pade. In mi se zdaj tle soočamo s propagandno vojno sovražnih medijev, ki imajo svoje serverje v Ameriki, ki nihče do živega ne more, ki dobivajo denar po takih ali pa drugačnih poteh. Mislim, a si predstavljate mene, da doma sedim za računalnikom in iščem Nova TV 24 in berem tam? Ne. Ampak očitno algoritmi, ki so plačljivi, ki so tajni, ki očitno ne delujejo samo po principu profita, ampak tudi po principu ideološkosti, širijo določena sporočila. In to je problem. Zdaj, Nataša, ti veš, kaj piše tudi v ustavi. Veš, kaj piše v ustavi. In mene bi zanimalo, a je tle v slovenskem prostoru en pravnik, ki bo zagriznil to jabolko in spremenil ta famozni 297. člen, namesto da se vsakič na vsakem srečanju ukvarjamo s tem, kaj naš zakon pravi in tako naprej. Če nekaj boli, boli. In mene ne zanima, ali to se imenuje sovražni govor, a se to imenuje, ne vem, diskriminatorni govor, tale govor. A boli, Tanja? Boli. Mislim, lahko ti skomigneš za nami, ampak tole je nesprejemljivo. Zdaj, a se to lahko preganja ali pa ne, tukaj gre, in jaz se z vami strinjam, tukaj gre za en etičen odnos do vsega. To je problem, ki ga mi moramo tudi kot, ne vem, kot ljudi zastaviti, da je v tem primeru, jaz tudi moram se na to odzvati, ker to je nesprejemljivo. Izvolite. Mogoče ne, po vrsti boste verjetno odgovarjali na to, kar je dejala Sandra, pa verjetno bi res kar začeli s tem, to je, moraš biti zelo pogumen človek, ali pa bi se dalo uporabiti še en kup enih razlag, ne, da se soočiš s tem pred javnostjo, ne, ampak to je vsak dan na ogled javnosti, je tako? Ja, to je vsak dan na ogled javnosti in Sandra, hvala za to opasko, bila je moja želja izključno, da se tole vrti, lahko zaradi mene tudi ugasnemo.
ampak bolj zaradi tega, da se mogoče sami pri sebi vprašamo, da vidimo, kaj v resnici to je. Kar ja, seveda boli. Je pa problem ta, ne, da proti temu pravzaprav veliko ne moreš narediti. Bolj zaskrbljeni so pa tisti, če se meni zgodi čisto osebno, da me enkrat na teden v zadnjem času pokliče en iz mojega družinskega kroga zjutraj, da me samo vpraša, če se počutim v redu. Če je vse v redu z mano, potem si lahko predstavljate, da začenja okolico skrbeti. Ampak mogoče en primer, kar je bilo omenjen in povezan z begunci, z migranti, z vsem, seveda se je ta sovražni govor konkretno tu še bolj razširil, ta žaljivost. Jaz imam, ne vem, nazive Soroševa plačanka, migrantoljubka in da grem v oddajo na nacionalno televizijo nastopati, kjer novinar mi da naziv, se vi ste migrantoljubka. To je že zelo nevarno, ne? Kjer postaja to tudi normalizacija, govorimo o 3. programu Evropski parlament oddaja, ampak potem ta normalizacija, ki postane tudi v določenih medijih, ki je bilo izpostavljen. Zdaj se spomnim obdobja, ko se je kakšno leto vrtel, da sem na plačilni listi Soroša. Ne vem, kaj vse se je vrtel. Takrat sem se zelo spraševala, kaj narediti, kaj imamo mi kot mehanizem in sem šla na novinarsko častno razsodišče. Vse smo jim argumentirali, dostavili papirja, vse iz vseh časnikov, ker jaz nimam nekih odvetnikov in ne vem kaj, imajo druge politike mogoče drugačne izkušnje, ampak mi smo dobili od novinarskega častnega razsodišča, šla sva s kolegom Ivom Vajglom, pred časom zelo jasno zapisano, kaj vse so določeni mediji kršili. Demokracija, Reporter, Nova Slovenija. Vsi bi mogli dati popravke, vsi bi mogli vsaj karkoli zapisati. Danes se iste stvari pišejo. To je šlo min, kot da nič. Tako da tu so zdaj tiste mere, kaj lahko, zdaj hvala za vse, kar ste opozorili, kaj je z ustavo, kaj je zakonodajo možno narediti. Sigurno pa lahko mi začnemo vsaj pri nekem političnem izobraževanju, pri osveščanju, da se nam to dogaja v družbi, ki postaja resen problem. In to, kar ste tudi vi prej omenili, odkje se tudi to financira, da pride v medije, odkje, mogoče danes bi mogli pa tudi do neke mere raziskovani novinari začeti raziskovati, kdo takšne medije financira in mogoče razkrivati in osveščati javnost in verodostojno pisati. Zdaj, jaz imam mogoče to srečo, nesrečo, da sem v Evropskem parlamentu pristojna za migrantsko politiko. To, ne bom šla na to področje, je strašen izziv, ko se ga zaveš. In marsikaj je bilo to povedano. Izziv, kjer smo mi tudi, kot zahodni svet, v toliki meri so odgovorni, da ti ljudje ali bežijo, ali so begunci, ali so ekonomski migranti, niso niti nezakoniti migranti, ker dokler ti ne dobiš mednarodne zaščite, ne može biti nezakoniti migranci v postopku, dokler ne dobiš neke odločitve. To, kar jaz vidim, ko spremljam migrantsko politiko, ja, Evropa je spodletela tu v veliki meri, ker nimamo solidarnosti, ker imamo politiko, ki vodi en zelo nevaren diskurs v večini danes držav, kjer ne znamo več pomagati tistim državam, ki so najbolj obremenjene in danes preprosto nimamo skupnih odgovorov. In mogoče sam zaključen, ker sem ravno prišla včeraj za tedna, ki smo ga gostili z našimi afriškimi partnerji, ko ti direktno v obraz povejo, imate ekonomski interes, priznajte, trgujete z orožjem, z nafto, kolonizirate, silite nas, da nismo konkurenčni. Take vlade imamo tudi na evropski strani in tako ne bomo mogli reševati na dolgi rok. Tudi ne, Evropa je celina migracij, ampak dela pa tudi skupaj z drugim svetom. Globalen problem je to, veliko nestabilnosti, ki jih povzroča okrog. Ampak to je drugo vprašanje, s katerim se bomo spopadali. Sam še to, če smem reči. Manipulacija s podatki in številkami, koliko pa imamo mi v resnici upravičencev do mednarodne zaščite v Sloveniji. In koliko denarja dobivajo? 18 evrov na dan tisti, ki imajo mednarodno zaščito, da imamo v Sloveniji ta hip nekaj čez 500 ljudi z mednarodno zaščito, da smo na lestvici držav v Evropski uniji najnižji po prijaznosti do tistih, ki jim dajemo azil, da ljudje tu si niti ne želijo ostati. Ampak mi smo dejansko, en dober zapis je bil 100 km od meje, 100
ali pa več 100 neofašistov, smo vsi nekaj tiho, ko pa je 100 km od meje, nekaj 100 km beguncev, je pa cela panika in mi širimo strašno nevaren diskurs. Mislim se ga politike včasih, tudi v Sloveniji s temi, ki vam jaz upravka, pa bom rekla na desni strani, ne zavedajo, kako je nevaren. Da se vsak dan, ko se odzivaš nazaj, dejansko z lažmi, z ustraševanjem, to je tisto. Včeraj smo imeli v Evropskem parlamentu fantastično damo iz Avstrije, ki je profesorca nagrajena za življenjsko delo, napisala knjigo Politika strahu. Podobno konferenco sem gostila včeraj, ko je rekla preprosto, analizirala govore Trumpa, Orbana, Salvinija. Začne se strah, 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 definira strah, potem pa jaz bom tisti, ki bom rešitelj. Aroganca, ignorance, tako je poimenovala, brez vsebine in brez rešitev. In ta strah je zelo nevaren. Hvala lepa. Predno nadaljujemo, pa predlagam, da razmišljamo o možnostih. Nataša, vi ste že prej omenili, torej obstajajo pravno-formalni načini, kako se proti temu borimo, obstajajo tudi nekateri zelo subtilni mehanizmi, kot je izobraževanje in tako dalje. Ampak zdaj, ko je poslanka Fajonova spet govorila o politikih, me je pravzaprav navedla na nekaj, o čemer sama pri sebi ves čas razmišljam. Slovenija je tako majhna država, da ima včasih človek občutek, da če bi se 5 ljudi nekaj dogovorilo, da bi se to morali dogovoriti in bi ta stvar držala, ampak vemo seveda, da to ne gre. Ampak morda bi, pa zdaj, ko pljuvamo našo skledo, morda bi več kot z prepričevanjem prepričanih lahko politiki naredili s tem, da bi gradili mostove en do drugega. Ne vem, poslanka SD z poslancem ljudske stranke ali pa z poslancem ali pa z, ne vem, nekim mnenjskim voditeljem na desni politični opciji gradi most na področju, ne vem, izobraževanja, priseljenske politike in tako naprej. Se mi zdi, da je tega v Sloveniji zelo malo, v Evropi pa lahko vidimo, da se aktivno podpirajo tudi taki ne vzorci razmišljanja, ampak konkretne akcije. Mogoče bi začela Tanja z vami, če bi kdo kaj dodal, potem pa pejmo na to torej pravno formalno reševanje tega problema. Se to je verjetno čisto od nas posameznikov, ki smo aktivni v politiki, odvisni. Jaz nimam problema za nikomer, na katerikoli politični strani, političnem polu sodelovati, dokler imamo mnenja, imamo ideje, se lahko kregamo zaradi njih, se pogovarjamo za njih, dokler ne prestop to praga žaljenja in nekega osebnega dostojanstva, če takega dialoga ni. Tako da jaz imam kar nekaj dobrih prijateljev in zavezništva v Evropskem parlamentu, kjer delamo take projekte skupaj. Mi smo v malo drugačni situaciji, kjer imamo proevropsko koalicijo ravno tudi z največjo Evropsko ljudsko stranko, pa tudi z liberalci, takrat, ko gremo za neke skupne evropske vrednote, ideje in se moramo povezovati. Tako da tu Slovenije, razumem. Zdaj v Sloveniji ima malo manj teh izkušenj, me pa mogoče malo bolj skrbi, ker kultura dialoga, ko gledam v Slovenije, pa vendarle zame na precej nižji ravni, kot jo imamo mogoče mi. Čeprav tudi to se bo v Evropskem parlamentu nažalost spremenil, glede na projekcije, koliko prihaja teh raznih nevarne nacionalistične, nevarne populistične retorike, ki se širi v zadnjem času. Tako da se lahko tudi ta struktura čez eno leto zelo, zelo spremeni in to je tisto, kar pa me ta hit najbolj skrbi. Izvolite, ste hoteli besedo. Jaz sem tukaj seveda nekoliko skeptičen in moj odgovor na vaše vprašanje ne bo šlo. Nasploh se mi zdi, jaz sem v bistvu politolog in iz tega nekega konteksta oziroma neke svoje formalne izobrazbe bom tudi govoril, ampak nasploh je napačna predpostavka v tem, da zdaj ok, če se bomo dogovarjali in pogovarjali, to pomeni, da se bomo tudi zmenili. Ali pa ta neka fama okrog tega, da ukolikor imamo neke različne diametralno nasprotne ideološke koncepte, ukolikor se ti uspejo nekako združiti okrog nekaterih stvari, nam bo bolje. To je pač napačna predpostavka. Zgodovina politične misli nas uči, da so vsi ves napredek skozi zgodovino gledano je temeljil na konfliktu, kar pomeni, mi rabimo razlikovanje in tukaj mislim, da je kolegica Bašič-Hrvatin prej omenila, kar pomeni, ne gre za to, da bi vi dejansko znotraj nekega obstoječega okvira iskali neke kompromise, ampak gre za rezolutni, kategorični ne. Kar pomeni, z odklonskimi stvarmi in z ideološko nasprotnimi se moraš na nek način kregati glede določenih stvari, zato da zavzameš jasne kategorične stališča.
In javno mnenje je potem tisto, ki bo v določenem trenutku presodilo, komu bo zaupal. In jaz mislim, da mi vsi skupaj dejansko se problema lotevamo na napačni strani, ker se dejansko na nek način smo ideološko mogoče sicer različni, ne, ampak vseeno profilirani skozi podobno paradigmo in se zgražamo na tem, da je dejansko ljudi, ki mislijo kot mi manj, ne, oziroma da je v njih na drugi strani vedno več. In v tem smislu dejansko se potem poraja ena od možnosti, ne, da če bi se dejansko neki dogovori našli, ne, mogoče bi se pa to rešilo na način, da se dogovorimo okrog nekaterih stvari. Ne, napačna predpostavka je to, da de facto, če se uspemo pogovarjati, oziroma to, da de facto poskušamo na nek način brainstormati, ne vem kakšne termine, vse uporabljamo, da bomo prišli do rešitve. Ne bomo prišli do rešitve, rabimo jasne ideološke stališča in jasne kategorično ne določenim praksam. Koliko je to možno in realno je pa seveda odvisno od številnih procesov, ki potekajo v družbi, omenjeni so bili mediji, omenjena je bila socializacija, ne, in tako naprej, ampak mislim, da v tem primeru ustave in zakoni še najmanj lahko prenesejo. Torej, sprememba ustave oziroma nekih zakonov in uvedba nekih represivnih mehanizmov mislim, da ne bo pripeljala do izkorenitve tega problema. Hvala lepa, Jure ima besedo, ampak tamle imamo vprašanje. Vsaj mislim, da je vprašanje, če se lahko predstavite, jaz vas slabo vidimo tukaj. Aha. Ja. Najlepša hvala, Domen Savič, državljan D. Preden se ta debata prelevi v še eno od debat, kjer na koncu v bistvu vsi lepo mislimo in upamo, da bomo lepo mislili še naprej, pa mi je žal, da je predsednik državnega zbora že šel, ampak jaz imam eno zelo konkretno vprašanje glede reševanja tega problema. In sicer, zakaj podjetja v državni lasti ali pa v večinski državni lasti prek oglaševanja financirajo portale, ki širijo laži, ki širijo sovražni govor, ki so več kot očitno v temu nekemu miljeju določene stranke in zakaj se na tem področju čisto nič ne zgodi, čeprav o tem, ne vem, javno popozarjamo že od 11. septembra pa še prej. Se pravi, konkretno vprašanje, ki gre malo stran od teh nekih ideoloških razprav, kaj zdaj je sovražni govor, pa kaj zdaj je definicija, pa kaj zdaj pravijo inženirji, pa kaj zdaj pravijo pravniki, pa kaj zdaj pravimo oni, ampak konkretno, zakaj podjetja v državni lasti dajejo denar za oglase, zraven laži, zraven sovražnega govora in zakaj se to ne zdi nobenemu problem, zakaj se o tem ne problematizira. Potem pa še eno vprašanje, ki je bilo v bistvu za predsednika državnega zbora, pa tudi za ostale, no, ampak konkretno za njega, a je v navadi, da človek pošle v državni zbor peticijo, državni zbor ob 10:14 prejme peticijo, ob 12:30 je ta peticija s podpisi, z vsemi osebnimi podatki, z zadevami, ki nikoli ne bi smeli v javnost, objavljena na 2 portalih, ki sta v lasti oziroma ki sta povezani z eno od desničarskih strank. Mene to res zanima, zato ker se tudi o tem noben ne pogovarja. Vsi imamo polne, ja, grozna Italija, ja, grozna una, ja, grozna tretja. Ti migranti so problem, uno tretji. Migranti in begunci to niso problem. To je ta zadnji izpuščaj na tem gnilem telesu, kjer država s podjetji v državnimi lasti financira sovražni govor. Država ga financira. In dajmo se začeti o teh zadevah pogovarjati, preden začnemo, kako bi se mogli desničarski in levičarski politiki dobivati na nekih kofetih in govoriti, kako je to vse grozno in kako dajmo delati naprej. Ker zadeva je, zdaj je zima. Mi se o teh zadevah pogovarjamo po zimi, maštamo, kam bomo šli na morje. Ne, zdaj je zima. Minus 30 stopinje, ljudje so brez prstov zaradi zamrzlin. In dajmo se lepo prosim začeti o teh konkretnih zadevah pogovarjati, ker drugače lahko vsi izmeri, pa na koncu rečemo, ja, res je grozno, ampak nič se ne da ne spravo, ma ne definirano, policija ne more ukrepati zato, ker kri more teči in tretje. Finance skozi oglaševanje državnih podjetjih lahko rešimo danes. Včeraj bi jih mogli, 11. septembra bi jih mogli, ko smo začeli spraševati Telekom Slovenije, kako utemeljujejo oglase na sovražnem govoru in kako gre to zraven z etičnim kodeksom, kjer spoštujemo drugačne in ne vem kakšne vse. In kaj so oni rekli? Ja, veste, mi oglašujemo povsod, mi nimamo problema s tem. Se pravi, ko bo Casa Pound, ko bodo neonacisti prišli v Slovenijo in bodo najmer portal neonaci.si, bo Telekom prvi dal oglase gor zaradi tega, ker veste, mi oglašujemo povsod, mi ne delamo razlik, tudi nacisti so ljudje, tudi oni rabijo telefone in tako naprej.
Ne, kao smešno, ampak to se zdaj dogaja. To je interpretacija tega, kar se zdaj dogaja. Telekom, Pošta, Zavarovalnica Triglav, države, podjetja v državni lasti, to niso ne vem, Top Shop, to ni Studija Moderna, to ni firma v zasebni lasti. To je naš denar. Smo razumeli. Zdaj, lahko si tudi izberete, kdo bi odgovoril na to vaše vprašanje, če se vam zdi, da so naslovniki tukaj res pravi. Jaz bi ostala pri prejšnjem vrstnem redu, torej Jure in... Aha, okej, dobro. Če se lahko prosim predstavite. Da vas od zadaj vidijo, nisem hotela pravici. Milan Brglez, ker sem bil nekoč predsednik državnega zbora, lahko vsaj na drugo poskušam odgovoriti, prvega bom pa bolj domneval, toliko nov sem politiki, da se lahko upam odgovoriti. Glede drugega je zadeva zelo preprosta. Vsaka peticija pride v naš informacijski sistem, se zabeleži noter in v tistem trenutku, ko enkrat v tem informacijskem sistemu, lahko praktično do nje dostopa toliko ljudi, da tudi če se kar tazga zgodi, je nemogoče pravzaprav videti, kje točno je zadeva šla ven. Postopki pa sploh niso tako narejeni, da bi lahko kakorkoli že v bistvu to zadevo zaustavili. Pač interno je to javnost, torej v parlamentu interna javnost pomeni predvsej več in je vezana na naš informacijski sistem, njega je pa vsako uradno zadevo treba dati. Dostop do tega praktično vse politične stranke in tukaj se da takoj link naprej potegnati. Za ono prvo bom pa samo upal pač nakazati. Kakorkoli se pri nas govori o vplivu politike na ekonomijo in še zlasti v bistvu, bom rekel, ta javna podjetja, so ta javna podjetja toliko prepletena z različnimi političnimi interesi, tako da druga toliko varujejo, da poseč dejansko politika v trenutku, ko se to zgodi, ne more. Lahko na daljši rok poskuša, drugače pa ne, drugače v bistvu to pa počnejo preprosto za vsak primer, neodvisno od tega, kako so se strukturirala vodstva, tudi pod političnim vplivom. Ne toliko nov sem politiki, da se upam to reči, ampak to je moja refleksija za nazaj. V trenutku zapreti to zadevo, evo, najte mi tistega, ki bo to uspel, brez da bo plačal politično ceno. Običajno se politika zaveda, da tega dejansko ni sposobna narediti in noče dokazati svoje nesposobnosti, da je to ni sposobna narediti. Hvala lepa, Domen Savič, ima predlog o tem, če lahko. Za trenutek, ja, gremo potem naprej. Mogoče bi mogli o umiku oglaševanja oziroma umiku oglasov iz problematičnih medijev vprašati desničarje. Ker desničari to znajo narediti in so v preteklosti že naredili. Vprašajte kolega z Mladine, kaj so mogli vse narediti, ko je pač določena vlada v določenem trenutku umaknila vse oglase državnih podjetij. Tako da oni očitno imajo ne samo teoretski, ampak tudi praktičen blueprint za to narediti. Mogoče ne, bi bila ena od povezav med levimi in desnimi to, da desnica levici, pač kako se to naredi, pa da probamo še na ta način. Hvala. Tamle imamo še eno vprašanje. Izvolite, samo da prijete mikrofon. Zdravo, ime mi je Jan Weigel. In nimam toliko vprašanja, kot imam komentar, ker sem na malce omejenem času. Zdaj, pogovarjali smo se o tem, kako bi se odzvali na skrajno desničarske komentarje, še posebej na poslančevih Facebook straneh ali kaj podobnega. No, lahko vam iz izkušenj povem, moj oče Ivo Weigel veliko takih dobi na vsaki svoji objavi. In jaz in on se tukaj zelo ne strinjava, ko se pogovarja o tem, kaj je treba narediti, ali se sploh odzoveš. Moj oče je vere, da se nima smisla odzvati zaradi tega, ker so, tako rečeno, tole butli. Jaz pa imam malce drugačno mnenje in tukaj bi rad to besedo posvetil bolj manj občinstvu, ki je danes tukaj, ne pa vam, ki ste tam zgoraj. Fašizem, ko ga vidite v današnji družbi, ga je treba ustaviti. Treba ga je debatirati, treba se z njim boriti. Ko vidite fašizem na internetu, se ne obrniti in reči, to so butli. Treba jim je povedati, da je njihov način razmišljanja nepravilen, da je njihova svoboda govora, ki ogroža svobodo govora drugih,
da njihova ideologija sovraštva, njihova ideologija represije ni dobrodošla v tem svobodnem demokratskem svetu. Zdaj pa vi, ki ste tam zgore, tudi vi lahko naredite nekaj, ko dobite fašiste v vaši dnevni rutini. Ne jih ignorirati. Povejte jim, če že morate na uraden način, da fašizem ni uspel v preteklosti, fašizem je represivna ideologija, da danes imamo lahko svoboda govora brez tega, da ogrožamo življenja drugih, da danes lahko živimo v čisto normalni demokraciji brez tega, da bi rabili deportirati ali ubijati begunce ali ljudje drugih ras. To je moje mnenje. Hvala. Hvala lepa. Bomo še dali besedo, ampak začnemo pa zdaj pri Juratu. Jaz bi dal zelo kratek komentar z obema sogovornikama, se strinjam. Ne bi rad govoril, koliko je bilo pri nas, ko so nam vzeli vse oglase od javnih podjetij. Nakratko skrčili smo se. Ampak stopil bi vendarle korak nazaj. Pred dnevi, tedni sem delal intervju za Svetlano Slapšak o sovražnem govoru in ona je zanimiva sogovornica, ker je v svojih mlajših letih, torej sredi 80-ih, v Srbiji vodila inicijativo proti 133. členu. Verjetno se vi vsi tukaj spomnite, da 133. člen Jugoslovanskega kazenskega zakonika je bil tako imenovani verbalni delikt, torej če si kritiziral državo, partijo, si šel v zapor. In ona je bila ena izmed beogradskih intelektualk, ki se je temu uprla. Ta 133. člen, boj za svobodo govora, je postala simbolna točka demokratizacije družbe. Danes, toliko let kasneje, sem jo vprašal, zakaj pa vi nasprotujete sovražnemu govoru. Ne, se vendarle desničari pravijo, mi imamo pravico sovražiti, ne nazadnje, ne? Rečejo, mi imamo pravico z drugega mnenja. Ampak mi je dobro odgovorila na to vprašanje zelo egzaktno. Ne? Največji sovražnik svobode govora je sovražni govor. Namreč, kjer je dovoljeno, da rečeš vse, potem ni dovoljeno nič. Če boš ti sprejel sovražno govorico in jo boš soočil z računalnimi argumenti, boš temu človeku podelil titulo racionalnosti. Jaz se seveda strinjam, da se treba pogovarjati. Hkrati pa opozarjam, da vsem ne smemo reči, da so fašisti. V trenutku, ko komu rečeš, da je fašist, izgubiš možnost pogovora z njim in tudi izgubiš možnost realne argumentacije različnih argumentov. Še to bi rekel sovražnemu govoru. Ne? Sovražni govor je tukaj na en način ga preganjamo zato, ker sovražni govor vedno predhodi sovražnim dejanjem. Če mi sovražnega govora ne bomo preganjali, bodo sledila sovražna dejanja. Imamo primere z Amerike, nedavno streljanje v sinagogi. Človek, ki je streljal in ubijal ljudi, je seveda širil sovražnosti na internetu. Sandri, bomo najprej dali besedo, potem bom pa res prosila, če se pa lahko pogovarjamo še o pravno-formalnih možnostih, ki jih vsak pravzaprav ima, tudi z nekaj zelo konkretnimi vprašanji za poslanko Fajon. Ampak Sandra, imeli ste še repliko? Ja, jaz bi odgovorila, a ste Jan? Jan. Jaz se razumem, jaz tudi odgovorim in to odgovorim na najbolj osladen in prijazen način, ampak po nekaj časa je to res preveč. Skratka, in jaz se s tebi, Jure, s tabo ne strinjam. Mislim, stvari je treba imenovati s pravim imenom, mislim. Če nekdo, veste, mi smo do zdaj govorili nekomu, ki laže in si bil z njim v debati in si mi rekel, prostite, ampak vi ne govorite resnico. Ne, ljudje je treba imenovati lažnivci, rasisti, skratka s pravim imenom. Tisto pa, kar mene zanima, je seveda na kakšen način se organizirati, da bi v bistvu pomagali tistim, ki so dejansko v trenutku tarče takega intenzivnega sovražnega napada. Zato, to je tisto, kar je meni problem. Jaz lahko blokiram določene dostope in tako naprej. In mislim, da je eno od zadev, in mislim, da je to politično dejanje, da se moramo v primeru, če je nekdo napaden, odzvati tudi ostali. Zato, da človek nima tega občutka, da je to samo njegov problem, ker desnica te potem porine v to, da se ti počutiš osebno problematičen v tej družbi. Zdaj, zato, ker si ti Domen povedal,
Težava je, ko Domen zastavi zelo konkretno vprašanje, mi zdaj začnemo razglabljati o nekih. Jaz sem v tem primeru, kar je Domen začel, enostavno kot državljanka, potrošnica prekinila naročniško razmerje z dotičnim podjetjem in sem jim napisala dopis, v katerem sem rekla, da pač ne mislim svojim denarjem podpirati podjetje, ki ima take poslovne prakse, ampak očitno je, da je v tej zadevi v bistvu se dogaja, da se z javnim denarjem, ker to tudi ni državni denar, oni operirajo z denarjem, ki v bistvu ga vsi prispevamo, ne glede na to, kakšnega političnega prepričanja. Domen ne more dobiti tudi podatke, za koliko denarja gre, po kakšnih pravilih se ta denar deli in tako naprej. Ne pozabite, da je ta denar gorivo, ki pospešuje ta isti sovražni govor. Tukaj to ni samo neko hipotetično vprašanje, kaj bi bilo, če tega denarja ne bi bilo. Ampak to je dejansko denar, ki omogoča, da se to sovraštvo širi, da dobiva neslutene razmere in tako naprej. In zdaj pa kaj bi lahko naredili? Jaz mislim, da se levica, zdaj jaz mislim, da SD ni levica, ampak ok, torej moje mnenje. Jaz mislim, da stranke levice v bistvu morajo se dejansko vrniti temu, kar je zgodovinsko pomembno za levice. In to so ekonomske vprašanja, tisto, kar je v preteklosti bilo tipična leva politika. Jaz tudi podpiram vse te možne identitetne politike in to je vse v redu, ampak levica mora zagovarjati ekonomska, politična vprašanja, vprašanja povezana z razdelitvijo moči v družbi in tako naprej. In tisto pa, kar bi tudi hotelo, da se ljudje, a veste, med ostalim ste politiki odgovorni tudi za to, da ste ljudem zagnusili politiko. In normalen človek, preden gre v politiko, se 3-krat požre kepo in reče, kaj meni to treba. In potem gre in seveda mu ni treba. In na koncu ugotovi, da je to. Ampak, zakaj je tako problem, da se tudi intelektualci javno deklariramo? In jaz bi tudi lahko rekla, da SD ni moja politika, Tanja Fajon pa je moj politik, zaradi tega, ker sem jo volila, in zaradi tega, ker evropska politika omogoča tudi to, da imaš konkreten odnos s politikom, ki si ga voli. In jaz mislim, da Tanja Fajon počne natančno to, da na vprašanja, na pobude in tako naprej poskuša kot politik reagirati. In mislim, da bi leva politika morala ne se toliko baviti s problemom pravne regulacije sovražnega govora, ampak z nenehnim opozarjanjem na to, kaj smo kot ljudje dolžni narediti, ko gre za kršitve temeljnih pravic drugih ljudi. Tako kot pravi naša ustava, ne glede na barvo, raso, spol in tako naprej. In v bistvu živimo v času, ki je na eni strani popolnoma odpovedalo mišljenju, skratka sovražni govor je tudi rezultat odpovedi mišljenja, in na drugi strani živimo v času, ki obupno potrebuje pogumno politiko. In če levica ne bo pogumno zagriznila v to, kar se danes dogaja, če se ne bo pogumno postavila po robu fašistov, potem pa se bo zgodilo to, kar pišejo oni, bo nas bojo poslali v ilegalo ali ne vem kaj. Edino, kar nas lahko na nek način potolaži, da kljub vsej negativnosti ljudi, dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ljudi, ki so solidarni, je veliko več, kot si vi mislite. Veliko več. Samo jih je treba opogumiti, da tudi ta svoje delo in svoje politične prepričanja javno izrazijo. To je po mojem največ, kar lahko v tem trenutku naredimo. Izvolite potem po vprašanju še eno. Jaz bi sem na kratko spet bil pesimist. Jaz mislim, da to ne bo šlo. Oziroma, da pravzaprav neko golo moraliziranje kakorkoli je upravičljivo, seveda, ne? In absolutno na mestu ne bo popeljalo do sprememb. To bom pa poskušal povedati z dvema argumentoma, ki ste tudi neposredni odgovor na konkretno vprašanje kolega in konstatacijo kolega, ki je nekoliko mlajši na desno. Prvič, to, ko ste spraševali okrog financiranja torej državnih ali pa javnih podjetij iz javnega denarja, pri formulaciji vprašanja ste
verjetno ne namenoma, ampak mislim, da ste naredili eno napako. Ne? Rekli ste, da ne gre za ideološko vprašanje. Ne? Gre še kako za ideološko vprašanje. Ne? Kar pomeni rasizem, ksenofobija, homofobnost in ostale gnusobne stvari, ki jih mi doživljamo vsak dan, so samo latentna posledica delovanja neoliberalizma kot paradigme, ki je absolutno dominantna v celotni evropski politiki. Zdaj, da to nekoliko manj bolj konkretno povem, vse dokler bo podjetje delalo profit, bodo te prakse sprejemljive. Ker še vedno potem na koncu, tudi če se ne strinjaš tako, kot je kolegica Sandra povedala, kot ste tudi vi jasno povedali, in jaz se ne strinjam z vami, da je to nedopustno, še vedno, ko klikneš objavljeno glas, potem popoldan greš nekam na pijačo zvečer med svoje ljudi in tako naprej. Ne? Kar pomeni, to vrstna zadeva, torej ideološki koncept, ki pelje celotno politiko, je tako robusten, tako močan, tako prežet skozi vse pore družbe, da ne bo dovolj dejansko povedati samo, glejte, to se dogaja in to je nedopustno. Mislim, da to pada na področje moraliziranja in da v kontekstu spremembe, ki je potrebujemo, ne bo obrodilo sadov. In nadaljevanje odgovora na to, kar je kolega prej povedal, mislim, da spet je tukaj ena napačna predpostavka, veste, ne? Mi, ko govorimo o demokraciji, predvsem politični znanstveniki se s tem veliko ukvarjamo, ne? Pa tudi, mislim, da ne govorimo o medijih in o politiki, ki mislim, da tukaj pravzaprav sploh ne razumejo, kaj to je demokracija. Ampak, veste, predstavljamo si demokracijo kot nekaj vnaprej determinirano raven, kjer so pravila popolnoma jasna. Ne, za demokracijo se vsak dan potrebno boriti, ne? Kar pomeni, ne glede na to, da je 21. stoletje, ne glede na to, da so se zgodili neki zgodovinski procesi, ki smo jim bili priča pred 50 leti, ne glede na to, da je pojav fašizma v zgodovini bil okarakteriziran kot neko zlo. Ne. To ni dovolj zadostna hipoteka, da rečete, da se s temi vprašanji ne rabimo ukvarjati. Tako da to je pravzaprav tisto, kar je ključno, kar pomeni predpostavki, iz katerih štartamo pri reševanju naših problemov so napačni, zato se vrtimo v začaranem krogu. Hvala. Zdaj pa imamo še dve vprašanji. Izvolite, če lahko dobimo en mikrofon. Gospodična, zraven vas. Ajde, zraven vas. Ja. Dominika Švarc-Pipan. Jaz pravzaprav tukaj bo že rečenega vmes med tisto točko pravzaprav Janovega komentarja, na katero sem se hotel odzvati do zdaj, da lahko rečem, da na veliko tega se podpišem, sploh neposredno odgovor profesorice Bašič-Hrvatin je pravzaprav že povedal veliko tistega, kar sem hotela samo jaz, pa potem ne bom zapletala preveč, ampak vendarle bi dodala tudi to svojo osebno izkušnjo, iz katere na nek način tudi izhajamo, v smislu odzivanja. Ne? Kako se odzivati, sploh kako naj se odziva intelektualec, kako naj se odziva novinar, kako naj se odziva, bom rekla, običajen državljan, čeprav ne maram te besede, ampak nekdo, ki nima neke te posebne odgovornosti, kako naj se odziva politik, kako naj se odziva sodnik in tako naprej. Vendarle mislim, da je za vse nas na osebni ravni, o tem se premalo pogovarjamo, dve stvari mislim, da se premalo pogovarjamo, pri tem odzivanju ena je ta na osebni ravni, verjamem, iz lastne izkušnje pa vendarle projiciram in verjamem, da se vsi znajdemo v tem začaranem krogu, ki ga je že omenila prej na začetku Nataša, kako reagirati. Ne, mi dve Nataša smo to preko Twitterja že nekajkrat tudi debatirali, da vsake toliko da res termine, da bi se sploh odzival, potem spet najdeš, bom jaz temu rekla, neko motivacijo za to odgovornost, ker se rečeš, če ne bomo politiki, javne osebnosti se odzivali, kdo se bo. In to jaz mislim, da tudi namen tistih, ki na nek način bolj in bolj napadajo. Jaz vidim ta vzorec, ki je zelo, zelo transparenten in prepoznaven. Osebno, ko sem nekaj časa tiho, opažam to tudi pri drugih politikih in osebnostih, komentatorjih na Twitterju, je mir. Je mir. Imaš mir, čim daš nek, recimo, odziven, provokativen tweet, si takoj napaden, če začneš se odzivati, če ga obsojaš, če kritiziraš, pa si lahko izjemno racionalen, malo manj, lahko si izjemno vljuden ali malo manj, lahko si sarkastičen, to je povsem vseeno. V vsakem primeru ti napadi bodo. Kajti tisto, kar ne smemo pozabiti, je, da so ti napadi, in jaz temu rečem napadi, organizirani in sistematični. Bilo je omenjeno že prej, vprašamo se tudi, od kje so financirani. Mi, po drugi strani, pa se ne odzivamo sistematično, ne odzivamo se organizirano, tudi to je že bilo rečeno, na nek način tisti, ki se odzivamo, in nekateri se več, drugi manj, recimo Simona je tako ustrajen, kot pravzaprav mislim, da še nihče ni bil pri kakšni akciji, recimo na Twitterju, glede Telekoma, se odzivamo pravzaprav sami z nekaj tu in tam podpore. Na drugi strani pa veš, da če se ne boš odzval,
bo še vedno napad trajal. Če se bo še odzval, se bo še razširil. Mislim, da moramo tudi mi sistematično na nek način najti, bom rekla, tudi bolj preproste, ne samo intelektualne načine odzivanja. Seveda obsojati, kritizirati, izpostavljati, izobraževati. Jaz se tudi z pravnem vidiku razlagati razliko med sovražnim govorom, žalitvami in tako naprej. Ampak, če ne bomo tega počeli skupaj, in ko rečem skupaj, ne mislim številčno skupaj, mislim vertikalno skupaj, to se pravi skupaj politiki, civilna družba, novinarji, kulturniki in tako naprej. Preveč se mi zdi, da se odzivamo po eni strani v takih forumih, kakršne današnji, kjer se vsi strinjamo in smo vsi prepričani v isto, ne slišijo nas pa tisti drugi, pa ne govorim tisti drugi na ekstremni strani, ki nikoli ne bojo spremenili svojega mnenja, ampak tisti vmes, ki so morda malo, bom rekla, zavedeni na eno ali drugo stran. Če se ne bomo odzivali skupaj na vseh teh ravnih države in družbe, potem ne bomo dosegli nič, ker se potem samo politiki gnusijo ljudem in obratno. Tako da jaz bi tukaj dejansko mogoče samo če sklenete, ker je že kar nekaj. Morda tisti, ki ste več aktivni, kot tisti, ki smo v politiki, mogoče si tudi več, koliko ne moramo prvoščiti, ne, tudi časovno mogoče, pa je to pomembna tema za vse nas. Pripravite mogoče nekaj ideje tudi v tem smislu, kako se skupaj odzivati s konkretnimi ukrepi, domeni nekatere omeno, dajte še druge, dajte nekam to napisati, kot nek manifest, kot nek akcijski načrt, kot predloge. Pomagajte nam, da pomagamo vsem skupaj, vsi skupaj, da si pomagamo. Hvala lepa. Izvolite še tamle, pa še tam daleč od zadaj imamo enega sogovornika potem. Ja, hvala lepa za besedo. Marko Koprivc, sam se deklariram za levičarja, socialdemokrat in novoslanc v Državnem zboru Republike Slovenije. Sicer se, če smem najprej repliko na dr. Bašič Rojatinovo, strinjam z vami, da levica marsikdaj v preteklosti ni imela dovolj jasnih odgovorov na pomembne družbene vprašanja, ker je lahko problem in ker tudi lahko na nek način spodbuja vzpon radikalne desnice, rečemo temu novih fašizmov in tako naprej. Ampak vendarle mislim, da se danes trudimo, da zadeve peljemo v pravo smer. Pa če se zdaj dotaknem sovražnega govora, dejstvo je, ta sovražni govor je velik problem v Sloveniji in tudi sam, kot bi temu rekel mlad politik, sem ga bil že marsikdaj deležen. Izpostavim na zadnje primer, ko sem se javno zoperstavil potvarjanju zgodovinskih dejstev na eni izmed oddaj na javni RTV hiši. Celo strani vodje največje opozicijske stranke sem bil na Twitterju deležen napadov na mojo družino, na mene osebno in tako naprej. Mislim, da so te stvari absolutno nesprejemljive in nevarne. In tukaj se strinjam s prejšnjimi govorci. Na vsak način se ne smemo od tega odmikati, zato da se stvari pomirijo, ampak je treba se na to jasno odzvati in se temu zoperstavljati. Zdaj pa, od kje izhaja glavni problem? Jaz mislim, da je problem dejansko v tem, da nismo pravilno postavili meje, kaj pomeni, vsi smo se zauzemali za svobodo govora in seveda to je velik dosežek, da obstaja svoboda govora, ampak svoboda govora nikakor ne sme in ne more pomeniti tudi pravice do sovražnega govora in do napadalnega govora. Tukaj imamo problem, velik problem imamo, ker tudi avtoritete v državi, naprimer konkretno predsednik države, ki je mogel biti največja avtoriteta v državi, tega ne razume, tako da bi moral razumeti, tako da mislim, da to je problem. Ampak kaj predlagate? Se upravičujem, ker tako padem, kaj predlagate, ker časa ne moramo kar zmanjiti. Kaj predlagate? Vsi vemo zdaj, da problem je strašen, ne? Poglejte, govoriti samo o pravnih rešitvah, mislim, da ni najpomembneje, predvsem pomembno, da ozaveščamo. Da se družba ozavešča o tem, da je ta sovražni govor res nekaj nesprejemljivega in nedopustnega in da mi, ki smo pač na javnih pozicijah, naredimo vse za to, da pokažemo, da obstajajo tudi druge poti in da to ni edina rešitev. Sicer pa obstajajo tudi svetli primeri, ne, da ne bomo samo kritizirali. Ljubljana kot mesto je zgodovinsko gledano in tudi danes odprta, napredna, svobodomiselna in tukaj pri nas je mnogo manj prostora za te sovražne govore, napade in neofašizme kot marsikje drugje. Žal pa je to problem, ki ga ne bomo mogli samo mi rešiti, ker je to evropski problem, ali celo svetovni, če tako reči. Hvala lepa. Hvala, Taša skopotuje mikrofon tja dol, mogoče samo vprašanje, ima kdo kakšen konkreten komentar, če ne imam jaz, prosim Nataša, pa še vprašanje, ne? Zakaj Tanja preprosto, mislim, tam gor je sigurno vsaj 3 do 5 ljudi s konkretnimi imeni in priimki. Zagotovo jih imate v pisarni nekaj, to je en način, spoštovala nekdanja kolegica Nataša Pjesnusa, zakaj jih ne tožite?
Lahko na to odgovorim konkretno? Ja, lahko, zelo na kratko. Pa potem Nataša, potem pa tam vprašanje še. Enega takih primerov sem nedolgo nazaj nesla res na policijo z imenom, priimkom, s Facebooka, kjer so naredili kratko preiskavo, tako kot morajo narediti, so mi pa tudi zelo jasno povedali, da v resnici kaj več, kot da tega človeka identificirajo, ga povabijo na razgovor, mu mogoče dajo neko socialno, družbeno odgovorno delo, se bo ta človek preslej mogoče malo prestrašil, potem bo pa nadaljeval naprej. Tako da v resnici to je vsaj nekaj ena izkušnja, ne? Verjetno kakšna zasebna tožba je boljša, ampak tam jaz ta hip nisem prišla. Tako pa potem kakšno bolj res konkretno na koncu, kaj bi pa lahko naredil. Nataša, izvolite. Sem vas pazljivo poslušala, preden grem na ta pravni del, samo na hitro eno stvar. Ne? Mislim, da si ti, Ksenija, rekla, ne, mostovi, Dominika, da se pogovarjamo o svojih balončkih. A veste, da je mene res zmotilo, da sem danes prišla sem, da tukaj ni nobenega desničarja. Zakaj? A mislite, da Romana Tomc ne bi prišla? Ne, med govornike. Treba je povabiti med govornike. Zakaj ni tukaj Žiga Turk? Zakaj ni tukaj Klemna Jakliča? Kako poveste, da niso desničari? Prosim? Kako poveste, da nihče od nas ni desničar? Od deklariranih desničarjev. Lahko zdaj javno vi poveste, da ste, ampak iz vaših razprav tega nisem razbrala. Tako da, skratka, ta razprava vsak v svojem balončku nikoli ni produktivna, ne? Se da pogovarjati z njim. Jaz imam res živce na Twitterju, jaz pa Žiga se imam neskončno rada tam, ne? To živno, ko se ima ta vidva rada skozi nekaj debatirati, ampak jaz ga ne blokiram, on mene ne blokira, ne? Jaz Janša ne blokiram, Janša tudi mene ne blokira, sicer Janša nikoli na mene ne odgovori, ampak stanke je retvita, kakšne. Ampak, a ne, med sabo se pogovarjamo premalo ali skoraj nič. Ker vsakič, ko mi začnemo debato, ne vem, o fašizmu, nacizmu, na drugo stran fašemo, vse komunizem tudi represiven režim bil. Nimamo fašista, ko se pogovarjamo. Domana lahko dokončam. Ravno kakšne fašiste tle, da nam bodo oni razložili, kako je to fino. Ne, to pa nisem te. Inženirje, ki nam bodo tle razlagali. Ok, Nataša, prosim, nadaljujte. Prosim, Doman. Skratka, moja želja je, da bi se med sabo več pogovarjala. Ne? V razvitih demokratičnih družbah mrzkdaj lahko zasledite tudi znotraj Evropske komisije, so kolokviji na to temo, ker se poskuša zbližavati stališča. Mi v Sloveniji še do danes nismo imeli kolokvija, neke širše družbene razprave o povojnih pobojih. In jaz mislim, da desnica utemeljeno očita levici, da si tukaj zatiskate oči in o tem nič ne govorimo. V širšem kontekstu. Vse med sabo se verjetno tudi kdaj pogovarjate, ampak da bi, ne vem, podpisali neko lipo sprave, ne vem, aj možno, nisem v politiki, ampak grem rajš na pravne teme, ker politika ni moj dom, jaz zdaj samo govorim, kaj me kot državljanko može. Ampak zakaj ne? Povzročiti ste kaj nekaj razgovor. Ja, v redu, super, zato sem tle. Mogoče tudi kdo repliciral, ne? Ampak zdaj, kar se pa tiče prava. Jaz sem na začetku povedala, kako osko trenutno sodišča berejo definicijo sovražnega govora z vidika kazenskega zakonika. Prvi tožilec v državi, gospod Šketa, je pred časom napovedal, da bo sovražnemu govoru posvetil več pozornosti. Vsi pravniki, ki imate nekaj izkušenj z področja ustavnega prava, sprava človekovih pravic, ki spremljate sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, veste, da so naša sodišča premila, preoska, ne vem, ali imajo premalo znanja, ampak jaz bi si prej rekla, da imajo premalo poguma. In na to kazensko pravno definicijo, ki obstaja, če bi sodnik prebral sodbo Jean-Marie Le Pen proti Franciji, ali pa še kakšno, ki je jasno povedala, kje je meja pri dokaj, boste rekli, glede na slovenske razmere, benignem govoru. Jean-Marie Le Pen je rekel, muslimani povzročajo Franciji škodo, treba jih je izgnati, nekaj v tem smislu. A ne? In zato izjavo svoje je bil obsojen do Evropskega sodišča za človekove pravice. Skratka, poguma v sodstvu je premalo. Jaz pogrešam... Prosim, samo popravite. Ni problem v sodišču, ne? Je. Problem je v tožilcih. In v tožilških navodilih, ki so bili sprejeti leta 2014, ki so še bolj rigorozna kot zakon, ki je že tako rigorozni. Če dokončam svojo misel, jaz sem dala dve ovadbi na tožilstvo. Ena je bil Tomaž Majer, ta je bila moja, ki je padla, druga je bil Branko Grims, ker so ga v tvojem cajtengu znašel za Goebbelsa in sicer v rubriki Mladina mita, ne, bila satirična, ampak meni se je zdelo, prosite, to preko meje dobrega okusa. To sta bili moji osebni izkušnji, recimo za tožilstvo. Ne. In po tistih dveh mojih izkušnjah sem jaz tudi javno sama povedala,
da je tožilstvo tisto, ki si je danes vzelo pravico biti filter in spuščati na sodišče primere, za katere oni mislijo, govorim zdaj o kazenskem pravu, ne o civilnem. In tudi pogum na strani tožilstva je seveda premajhen ali pa najprej oske napotke, Šketa zdaj pravi, da bo sicer to popravil, ampak na koncu, če govorimo o pravu in o pravni državi, je edino sodišče tisto, ki lahko nastavi ogledalo družbi. In če tožilstvo ne spušča teh primerov do sodišča, sodišče te možnosti niti nima, drži. Zdaj pa, kar se tiče samo še zasebnih, civilnih tožb, ena moja velika rak rana, jaz se veliko ukvarjam z medijskim pravom, študiram te zadeve, pri nas se danes civilno preprosto ne splača tožiti. Zato, ker moraš dokazati, da si po noč lula v hlače, da se ti ne vem kaj zgodilo za 2000 evrov in se ljudje za to preprosto ne odločajo. Tendenca, pa je to zelo anglosaksonsko pravo, ki je mačko drugačno kot kontinentalno pravo, gre v smer tako imenovanih penalnih odškodnin. In pri nas jih naše pravo ne prepoveduje, ampak ni bilo še enega primera, kjer bi sodišče reklo, to je zrelo za penalno odškodnino. Kaj je penalna odškodnina? Plačaš veliko, zato da boš z vidika preventive, ne pa samo toliko, za kolikor si znal izkazati škode. To me neskončno boli kot pravnico, ker vsakič, ko stranka pride k meni, a bomo tožili 2000, 3000, 5000 evrov, a se to splača. In vse te stvari, ki jih doživlja Tanja, ki jih doživlja Dominika, to so stvari, ki so zrele za zasebne civilne tožbe, ne gre za sovražni govor, ker je to sovražnost ad personam. In tega tudi se ne loči ravno dobro v debatah na družbenih omrežjih. Kdaj je nekaj res sovražni govor, ko targetiraš določene ranljive skupine, ali pa tudi manj ranljive, se vseeno, da pa targetiraš konkretnega posameznika. In v slovenskem sodnem sistemu se bo tudi morali enkrat v tej smeri nekaj premakniti, ker če grem nazaj na medij in tožbe proti medijem, ne samo teh, ki so na Twitterkih kot fizične osebe lahko tožiš, danes so te stvari ukomponirane v poslovne modele, zato ker se lagati splača, ker na koncu prodaš toliko in toliko več cajtangov in se ti nič ne zgodi. In tukaj je spet na koncu sodišče tisto, ki lahko zadeve ustavi ali pa ne. Tako. Izvolite tam na vprašanje, pa če se še kdo ta čas upogumi, bomo potem odgovarjali skupaj. Prosim. Moje ime je Tomaž Javnik. Omenjena je bila Hrvaška in neke prakse tukaj, katere se išče, pa bom povedal primer, kako to tam zgleda. Tam je tega sovražnega govora recimo vsaj 10 do 100-krat več kot tukaj. Praksa pa, ki jo uporabljajo, recimo, bom povedal 2 primera. Na Facebooku se uporablja po besedah mojih številnih znancov, uporablja praksa prekinitve dostopa objave za dan, 2, 3 do 1 teden. To nisem jaz noben informatičar, ne poznam algoritme posebej, ampak bi rekel, da se to ne upravlja iz Amerike, ampak se upravlja iz Hrvaške. Drugo, obstojajo prakse, sam sem iz medijev zasledil recimo nekih 7, 8, 9, morda 10, da so bili za določene grožnje, fizične grožnje, tudi obsojeni, nekateri plačali, nekateri morda niso hoteli plačati, pa so tudi sedeli. Zadeva zgleda mogoče zelo učinkovita v primerjavi s Slovenijo, samo se pojavljajo že nova vprašanja. Zakaj je v resnici bilo tisto dostop do Facebooka v tem primeru? In izkaže se, da je dostikrat bil zaradi kritike sedanje vlade. Kdo bo taki bo odrejal, kaj je res sovražni govor in kaj je samo kritika trenutne ali aktualne vlade? To odpira zelo pomembno vprašanje. Grožnja s smrtjo je seveda nedvomna. In hrvaško pravosodje, ki je precej v rasulu kot slovensko, je v tem primeru neverjetno učinkovito, da je v roku enega leta jih toliko tudi obsodilo za denarno kaznjo ali pač, da so šli sedeti. Ampak oboje, predvsem pa prvi primer, je učinkovit, a odpira nova vprašanja. Hkrati bi pa še rekel, čisto drobna opomba, da ni vse tako lepo in dobro namerno. Minister, ki je opozarjal, da so te ljudje delajo morda res v tem domu za ostarele, kot jaz vem, v tovarni električnih avtomobil za avtomobile Rimac, in ki je slučajno ta Rimac bil te dni z predsednikom vlade na Kitajskem za investiranje tam, pa se vprašaš, a je potem res zaradi doma starejših ali pa zaradi tega investitorja ta minister se oglasil, je minister te istega ministerstva
katerega toži oziroma zahteva pojasnila Svet Evrope za nečloveško ravnanje z migranti, za fizično obračunavanje, za materialne kraje in tudi ne nazadnje minister tistega ministrstva, kjer že eno leto zahtevajo civilno-družbene organizacije na Hrvaškem pojasnilo, zakaj so poslali po progi z družino v Srbijo 6-letno punčko, ki jo je povozil vlak. Toliko za celovito informacijo. Hvala. Še temle prosim, če lahko še... Hvala. Moje ime je Lana Gobec, prihajam iz Legibitre. In Legibitra je, mislim, da v zadnjih nekaj mesecih in še prej redno na tnalu raznih desnih medijev. Kaj smo mi na začetku naredili? Obrnili smo se na Društvo novinarjev, ki je nam pritrdilo, vendar, ker seveda je bila to edina zadeva, ki smo jo nekako dobili, se je nekako tam končalo, nekakšnih sankcij, karkoli ni moglo sprejeti, ni bilo. V praksi se nam sedaj dogaja, da smo potem nekako ugotovili, da je brez veze izgubljati energijo, uporabljati neke sisteme oziroma neke odzive, ki v bistvu niso na koncu efektivni, ker v bistvu nam nič ne pomagajo pri tem. Smo bili v fazi, ko se resnično nismo odzivali zdaj na lažne laži. To ni samo sovražni govor, to je tako, kot je naslov dogodka kultura sovraštva, ki v bistvu uporablja vse možne informacije in podatke, da širi ta strah. In tukaj, na tej točki, smo potem bili v bistvu ne vemo točno, kje se je to zgodilo, da je iz teh desnih medijev to preraslo v nekako mainstream družbo. Kaj v bistvu, koliko denarja dobivamo, odkot smo financirani, Sorošovi plačanci in podobne stvari. Ko se je pa to začelo na dnevni bazi nam zdaj pojavljati, pri sosednjih, kjer imamo recimo prostore, smo pa ugotovili, da ravno ta neodzivanje je povzročilo to, da je to postalo tako zelo sprejeto v družbi. In tukaj pa bom malo mogoče kritično tudi do kakšnih bolj levih mainstream medijev, pogrešamo pa pristop tudi nekoga, ki bi pa prišel in bi nas vprašal, kaj pa, ali pa v bistvu se pozanimo, kaj pa vi resnično delate, kakšni so pa vaši rezultati, kajti o tem lahko tudi veliko povemo. Hvala lepa. Še temle, potem bomo prišli govornikom. Moje ime je Blanka Jemnišek, jaz prihajam iz Ministrstva za zunanje zadeve in bi rada opozorila glede na naslov tega proti kulturi strahu, za mogoče eno malenkost, ki je lahko pa rešitev oziroma pomaga k naslavljanju tega fenomena. Jaz se z večino sogovornikov, ko sem jih danes slišala, strinjam in sem zelo vesela, da to sploh naslavljamo, da se sploh pogovarjamo in upam, da se ne bomo samo danes, ampak v nadaljevanju, zato ker smo priča procesom na našem kontinentu in širše, ki grejo v zelo negativno smer in spominjajo na stanje pred 80 leti pravzaprav. In kot smo danes slišali, se mogoče pa nismo naučili tega, smo druge generacije in tako naprej. Treba je krepiti odpornost. Mi smo ena majhna državica po številu prebivalstva in bi lahko bili vzorčna pravzaprav za te druge, večje države, tle okrog nas pa in širše in v celi Evropi, pa tudi po svetu. Tako da bi mogoče lahko uveljavili nekaj, čemu smo politično zavezani, zunanje politično zavezani, izobraževanju za človekove pravice, ker ljudje, ki poznajo svoje pravice, se ne bojijo. Ljudje, ki poznajo svoje pravice in se naučijo spoštovati pravice drugega, kdorkoli to je, v tvoji družbi ali pa v drugih družbah ali pa prišleki, bo bolj verjetno iskal miroljubne rešitve za naslavljanje vseh sort konfliktov, strahov in tako naprej. In izobraženi ljudi je težje manipulirati. Tako da to je moje izhodišče in zato si prizadevamo kot ena od držav, ki to podpiramo zunanje politično, da bi to tudi delali aktivno v sami Sloveniji. Zelo sem vesela, da mi Ministrstvo za izobraževanje že od leta 2005 to dali v šolske kurikulume, ampak to je premalo. Moramo izobraževati tudi odrasle, se gre za vse življenjsko, trajno zadevo, sistematično in seveda po drugi strani se pa tudi odzivati, tako kot smo slišali danes od mnogih sogovornikov, na vse načine in preko Twitterjev in s tožbami, na vse načine se je treba odzivati aktivno, vsaj intelektualni del Slovenije, to je moje osebno mnenje,
ampak sistemsko pa tudi narediti na politični ravni, da pride izobraževanje za človekove pravice in usposabljanje in za vse vrste strpnosti in vse te besede, ki grejo zraven, da pride res v vse pore našega življenja. In čez čas se bo pokazal, da je to lahko v veliko pomoč k odpornosti družbe, ki nam jo pa zdaj že kar primanjkuje tudi pri nas. Hvala lepa. Imaš še sekundo. Ker tam imamo samo še eno. Se bom čist kratka. Prosim, ja. Irina Kunterič-Hribar, socialdemokratka, tako da se definiram. Jaz bom takole rekla, mene moti paradoks tolerantnosti. Se pravi, da smo tolerantni do netolerantnih. Moti me molk intelektualcev. Moti me tolerantnost do netolerantnih motenj ali pa ekscesov do človekovih pravic. In jaz mislim, tako kot je bilo danes že rečeno, da samo z resnico lahko pridemo do pravega odgovora. Se pravi, da osebi mediju, karkoli že je, ker pač Google ne moramo ukiniti, Facebooka, če se protestno izklopimo, pač bo še vedno tam, kaj je, ne? Ker smo pač digitalno tako upeti v to družbo, da tega absolutno ne moramo narediti, tudi če vodovod objavlja z ne vem čem karkoli, a ne ga ne moramo odklopiti kravno vodo. Ne? Ampak hočem samo to povedati, da samo z resnico menim, da lahko postavimo mejo drugemu. To je to. Hvala lepa. Ker mora Sandra oditi, bi v bistvu že vnaprej ti postavila tisto sklepno vprašanje, ne? Namreč, koliko je Domen prej dejal, ne? Sej v tem mu dam prav, ne? Še eno okroglo misel, tukaj smo debatirali, potem lahko vse skupaj položimo v bistvu nazaj na krožnik Tanje Fajon in rečemo, zdaj pa kaj naredi, ne? Vi ste v bistvu edina politična, ki tukaj med nami, vi lahko oblikujete neka priporočila, nekaj se lahko premakne in tako naprej. Mi vsak pri sebi se seveda lahko za nekaj zavežemo, ampak se mi zdi, da ljudi, ki so tukaj povabljeni, so že zavezani, vsak k sebi, mislim, torej za refleksijo in ukrepanje že zelo dolgo. Kaj torej lahko naredimo, ne? Mislim, Sandra, preden greš, prosim, te pomučim s tem najtežjim vprašanjem. Kaj bi ti rada videla, da se zdaj zgodi, preden ti greš zdaj domov? Kaj bi rada videla, kaj bi rada slišala? Da bi ti dala vsaj nekoliko upanja, da mogoče ne bomo šli samo vedno globlje dlje. Ja, samo dve stvari. Jaz skrbim za 11-letnega fantka iz Sirije, imam drugače dve punci, o fantih pojma nimam in danes ga peljem na prvi trening iz nogometa, tako da je zame to zelo spešno. Druga stvar, Tanja je rekla, da je poslala na policijo, jaz sem tudi zadnji dopis poslala na policijo in mi je policist rekel, gospod, to pa ni tako hudo. In sem mu rekla, gospod policist, je to lepotno tekmovanje, ne razumem, mislim, zame je dovolj hudo. Tako da to, vsi ti nasveti običajno prihajajo dobro mislečih ljudi, ki pojma nimajo, kako se ti osebno počutiš, ko te kaj takega zadaga. Jaz ne bi pa prevalila vse na Tanjo. Jaz tudi ne bi. Ker ona pač kot političarka ima eno posebno, jaz mislim, da je to odgovornost nas vse. Ne moremo se mi zdaj sprenevedati in reči, damo tebi mandat, pa se ti sama bori z vse. Jaz mislim, da se vsakdo od nas z najboljšimi močmi mora temu postaviti po robu in sam izabere tisto, kar lahko prenese. Ali to, kar počne Domen z državljanom D, ki je stopil na življenj marsikateremu, pa mu je včasih uspel, včasih ne, ampak je pomembno, da ustraja. To, kar počne marsikdo drugi. Ne vem, jaz mislim, da je zdaj vsako dejanje solidarnosti in sočutja postalo politično dejanje. In moramo nekako narediti fronto ljudi, ki do teh stvari imajo jasno izoblikovana ideološka stališča. In jaz se tebi opravičujem, mislim. Mogoče nekateri imajo ta eros in patos, da sedijo z drugače mislečimi in poskušajo priti do neke črte, ko se ta tako razvodeni, da je popolnoma vseeno, kaj mislimo. Jaz si pa želim ljudi, ki so pripravljeni sprejeti določena ideološka stališča, ki so nepremakljiva. Skratka, jaz se ne morem
strinjati s tem, da je malo sovražnega govora dobro, od te meje naprej, to pa ne. Da je migranti, ki prihajajo zaradi tega, ker mu je zadela hiša bomba v redu, migrant pa, ki prihajajo zaradi tega, ker nima kaj jesti, to pa ne. Skratka, in to pa vidim kot nalogo politike. Jaz mislim, da bi politika od državnega zbora, kjer bi lahko predsednik državnega zbora izklapljal mikrofone, ne vem, obstajajo metode, kako se to dela, do malo več inovativnosti levice, ki bi recimo nekdo od poslancev začel brati ali pa imel, tako kot v ameriškem kongresu, najstarejša poslanka v taki visoki petkah, je 12 ur imela govor v podporo nekim demokratskim standardom. Jaz nisem za to, da se bojkotira v parlamentu, ampak da levi politični pol v vsakem trenutku izkoristi govornico v parlamentu, da pošlje jasno sporočilo in preprečuje, da se parlament zlorablja za širjenje sovražnega govora in tako naprej. Zdaj pa v Evropskem parlamentu pa pričakujem, da bojo tudi evropski poslanci naredili eno širšo koalicijo, skratka, socialni demokrati skupaj z zelenimi in tako naprej, ker mislim, da so nažalost, to bi zdaj Tanja povedala, da so na danes v Evropi zeleni v bistvu v marsičem prevzeli klasično levo politiko in so po mojem mnenju naravni zaveznik socialnim demokratom. In da rešite primer, recimo, socialnega demokrata iz Malte in maltske socialne demokrate, kjer je novinarka, ne pozabite, novinarko so brutalno umorili, ker je razkrivala to, kar počne socialni demokrat, predsednik vlade maltske države. To je vse, kar jaz pričakujem in seveda, da vsakdo od nas naredi nekaj, mislim. Najlažje je sedeti doma in kritizirati in imeti dobre zamisli. Demokracija na koncu koncev temelji na telesih. Lahko ste na Facebooku, ampak ko je protest, za te stvari se prikažete fizično. Ko je Kaza Pound v Trstu, lepo prosim levica, da se prikaže v Trstu in se postavi nasproti. Telesa so danes pomembna. In ne vem, in da ste malo bolj pripravljeni pomagati nekom, ko je tako napaden kot ona. Ne vem, eno akcijo na Twitterju, da naredimo en račun, s katerim bomo bombardirali vse te sovražne. Sicer obstaja zelo dober način, sam ne morem to, ampak bi bilo fino te ljudi z imenom in priimkom objaviti. Pa jim potem pišemo, ker še zmeraj ti ljudje veramejo, da je to anonimno in da ni dosegljivo. Skratka, jaz zdaj grem in se zahvaljujem za vabilo. Hvala lepa. Zdaj pa imamo vprašanje, mislim, da je bilo namenjeno Nataši, ki je še z nami. Potem pa bomo tudi odtekli tisti sklepni krog. Lep pozdrav vsem skupaj, Andreja Katič, pa glede na temo, pa tudi glede na to, da se približujemo sklepnemu, kjer naj bi dali odgovor, kaj narediti, moram pa kot ministrica za pravosodje vseeno vas izvati tudi sama. Ko gledamo našo zakonodajo, je primerljiva z drugimi državami, kjer se uspešno soočajo s tem problemom. In zdaj na eni strani vprašanje, kako zapisati naše člene tako, da ne bodo omogočili tistim, ki potem pravo interpretirajo, recimo tožilcem in sodnikom, da ne bo vedno en in isti problem, tako kot da imamo danes. Sama mislim, da sta možna dva pristopa. Na eni strani, da se civilna družba, izključno s politiko, intelektualci, desničari, levičari, sredino, kakorkoli, že mladimi, starimi, angažira in da govori o tem. In na podlagi tega potem strokovna razprava, kakšna pa mora biti res zakonodaja, ki pa je tista zadnja, ki preganja tovrstna odklonilna dejanja, da je potem tudi učinkovita. In tu moje vprašanje vam, kakšno je vaše mnenje, kaj moramo na tem področju narediti. Sama imam izkušnje 50 pravnikov, 50 različnih mnen, moramo se pa poenotiti. Hvala. Začnemo pri Nataši in potem
Lahko pa tole zdaj že vzamemo kot odgovorno vprašanje, plus vprašanje, ki sem ga že prej zastavila Sandri, ker je namenjen seveda vsem udeležencem. Stvari v pravu regulirati je vedno Sizifovo delo. Ne? Vi kot pravnica to zelo dobro veste, zdaj na funkciji ministrice za pravosodje imate še bolj pomembno in odgovorno nalogo, ker se boste morali spopasti za zakonodajo, ki je problematična ne samo na področju sovražnega govora, ampak še marsikaj drugega, z področja pravosodja. Zagotovo se da dikcijo 297. člena napisati drugače, boljše, ni dvoma. Jaz sem pa sama velikokrat razmišljala še o eni stvari, pa mislim, da gospa ministrica boste to lahko celo potegnili iz predalov Ministrstva za pravosodje ven. Nekaj časa se je že razmišljalo, mislim, da je bila celo razprava že tudi v državnem zboru, ne na parlamentarni seji, ampak na nekem posvetu, o tem, da bi se sovražnega govora lotili s prekrški. Ne? Meni je kazenska sankcija na koncu grozna. Kazenski postopki niso prijetni. Ne? Sej v enem delu prekrške za kršitve javnega dela, reda in miru in širjenja nestrpnosti že poznamo, ne? Ampak se mi zdi, da bi tukaj lahko eno smer iskali ob seveda temu, da bomo mi znali izobraziti tiste, ki bodo izrekali prekrške in ne nazadnje na koncu, ker na vsak prekršek ima zahtevo za sodno varstvo, ki je sodna pristojnost, izobraziti z tega področja tudi sodnike. Če je to pereč problem v družbi, se ga je treba dotakniti tudi z tega konca. Ne pristajam na tezo, bo rekla desnice, da je pravica do svobode izražanja absolutna, ni, nikoli bila, nikoli ne bo, je vedno omejena s pravicami drugih in tukaj je pravo tisto, ki mora postaviti meje, zdaj ali je to kazensko pravno ali prekrškovno pravno, eno odločitev je na koncu treba sprejeti in tisto spolirati. Ne pa reči, vse je dobro, pustimo zdaj tako kot je, ker tako kot je očitno ni v redu. Ne? Zdaj, če mogoče samo še zaključna misel, jaz se vam tudi zahvaljujem za povabilo, Tanja, tebi na tole razpravo. Moram reči, da rada na glas razmišljam pač o teh temah. Sama osebno si želim res več sodelovanja med levimi in desnimi. Jaz ne vem, kaj mi dajemo, ne vem, našim otrokom, jaz svojemu sinu. Ta polarizacija mene strašno boli, kot lahko pa še enkrat poudarim, nikoli v politiki nisem bila, ne vem, ali je to res misija nemogoče, da se absolutno ne znamo, ne zmoremo med seboj pogovarjati. Na Twitterju že dobim kdaj tako občutek, da je čist brez veze. Ne? Skratka, to je ena želja, da bi se morda več pogovarjali. Bom si pa za konec posodila Sandrino misel, ki je rekla, da pač strpnostjo do nestrpnosti ne bomo prišli nikamor. In če grem še na svoje področje prava, varstva zasebnosti, modernih informacijskih tehnologij, veste, prave nevarnosti nam pretijo pravzaprav danes v digitalnem svetu. Tega nismo znali zregulirati od splošne rabe interneta od leta 1995 do danes naprej. Danes so vojne v kibernetskem svetu, niso več samo takole face to face. Morda samo to, da tisti, ki niste spremljali recimo neke Cambridge analitike in Facebooka, kaj se v ozadju z algoritmi dogaja, kako pravzaprav nekdo, ki parkrat klikne na nek članek, ki govori o sovražnem govoru ali pa ne v negativnem smislu, ali pa začne klikati na spletne strani fašistov, ker jih to zanima, ker mu bodo algoritmi v ozadju, od YouTubea do Facebooka začeli ponujati vsebine še bolj agresivne, kot si jih ti že sicer sam bral. Ne? In regulacija interneta zgleda danes misija nemogoče. Ne? Global law of the net, torej globalno pravo interneta ne obstaja in ga po mojem še nekaj časa ne bo. Pa kaj se je zgodilo na Cambridge Analytiki, zdaj je moja nekdanja kolegica, britanska pooblaščenka, izrekla globo Facebooku za 500.000 evrov, ker so imeli to prekleto srečo, da so naredili te kršitve pred GDPR-om, torej pred 25. majem letos, ko so se globe seveda dvignile na nek drakonski nivo, ampak 500.000 funtov za en Facebook ne pomeni popolnoma nič. Te stvari v ozadju so danes tako zelo problematične in umetna inteligenca, da se mi morda premalo pogovarjamo o etiki in če se na Blanko Jamniškovo naslovnem Blanka Živja, hvala, ki si tukaj, se mi zdi, da premalo delamo tudi na kurikulumu. Gospa ministrica, možnost se imate pogovarjati tudi z ministrom za šolstvo. Mi premalo otroke izobražujemo o tem, kje nam pretijo nevarnosti, kaj v ozadju algoritmi počnejo in kaj so počeli na Cambridge Analytiki. Cambridge Analytica je analizirala 83 milijonov Američanov z navedki na Facebooku, ko so gledali,
kakšne so njihove politične preference in se niso dotaknili tistih, ki so bili zelo za Trumpa, ki so bili že itak odločeni, atakirali so subliminalni sporočili in članki tiste, ki so bili na meji. In to so grozote, ki se nam v bistvu v ozadju dogajajo, na koncu imamo še vedno demokracijo, ki je zaenkrat najboljši sistem, ker smo ga poštudirali in na koncu so ljudje tisti, ki volijo in če znamo vplivati na ljudi, smo lahko tam, kjer smo. Hvala, jaz ne bom odgovarjala konkretno na vprašanje ministrice, nisem pravnica, pa mislim, da ne bi bilo preveč kompetentno, da dodajam svoj pogled 50 pravnikom ali 51. Bom pa naredila eno zaključno misel. Mogoče danes imam eno tako malo spet boljšo novico, ki mi daje malo poguma. Prejšnji teden ali 14 dni nazaj smo v parlamentu sprejeli resolucijo, ki opozarja na porast fašističnega, neofašističnega nasilja in poziva države članice k prepovedi takšnih gibanj in tudi, da naredijo vse, da omejujejo in osveščajo o sovražnem govoru. Danes je bilo odločitev na Poljskem, verjetno ste zasledili, da se je župan mesta odločil, da ob 100. obletnici neodvisnosti v nedeljo, kjer je bil načrtovan več 10.000 ljudi s krajne desnice prepove, ker so dejansko presodili, da ne morajo zagotoviti varnosti, ne morajo zagotoviti, da ne bo tam simbolov neofašizma in tako naprej. In v medijih se pojavlja, da je to ravno povezano tudi s to resolucijo. To je ena taka mogoče stvar, ki poziva države, kaj lahko naredijo bolje v zakonodajah. Zdaj pa, če grem na Nemčijo, recimo čisto na kratko, Nemčija je prepovedala določene oblike izražanja, zatem so sledile tudi v pravnem redu Evropske unije se dogajajo spremembe in to bodo morale države članice potem nekako tudi v svojo zakonodajo, skozi kar smo omenili povedati. Čisto na koncu pa, kar je omenil tudi Domen, kaj se dogaja v naših podjetjih, seveda pa vprašanje morale, etike, vsega, veliko lahko naša podjetja sama naredijo, veliko lahko institucije same naredijo, imamo primere dobre prakse, recimo pravilnike preprosto do zaščite dostojanstva, takšna podjetja v Sloveniji obstajajo, kjer se morajo zaposleni preprosto podpisati pod pravilnik dostojanstva in kršitev posega v dostojanstvo, kar sovražni govor tudi je ena od hujših kršitev. Tu pa lahko s takšnimi praksami, kot posameznik, kot podjetja, naredimo precej. Zdaj, čisto za zaključek pa, jaz moram reči, da me ne samo ta razprava, ampak vse to, kar se dogaja s tem nestrpnostjo, sovražnim govorom, tudi z algoritmom, to je področje zase, s Facebookom, z zaščito zasebnosti, vse to meni danes, lahko rečem, da je dodaten zagon, da ostajamo politiki. In jaz bi si želela, da bi imeli več ljudi ta pogum, to so pa tista telesa, ker je tudi Sandra, da z obrazom, s telesom se temu zoprstavimo in da nas je več takih pogumnih in da ni politika postala nekaj, kar nas dejansko diskvalificira, diskreditira in da nimamo več mehanizmov ali pa da se prestrašimo to videti. Pa še ena moja zaključna misel. Jaz mislim ustrajati pri tem, da ni me vsem, v kakšni Sloveniji in v kakšni Evropi bomo čez 5-10 let živeli, ali pa mogoče zdaj že čez 1 leto. Nikakor ne želim, da bi bila to ena Evropa, Slovenija, kjer nas bo strah. In to bo tisto tudi, mislim, je moje moto, vodilo, da delamo nekaj preprosto, normalno Slovenijo in razumno Evropo. Hvala lepa. V smislu zaključne misli, jaz mislim, da nimam odgovora na vprašanje. Prihajajo hudi časi, ne? In potem prihajajo pa še hujši za njimi, ne? Tako da praktično je ključno vprašanje ena velika enigma, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da pravzaprav so vsi odgovori skozi zgodovino že bili dani in če nekoliko v tem duhu nekega intelektualizma, kot smo se danes pogovarjali, odgovorim, skozi zgodovino gledano smo imeli na nek način 3 velike filozofije, ki so poskušali odgovoriti na neke sodobne izzive, s katerimi se tudi danes soočamo, ne. To sta seveda Descartes in Held kot prva frakcija, potem Kant in Hegel kasneje in seveda nekoliko kasneje še Marx, ki so 3 tako imenovane robustne ideološke komponente, na podlagi katerih seveda temeljijo neki koncepti, ki smo jih živeli skozi 20. stoletje. Tisto, kar se zdaj kaže, da ni resnično, je seveda teza o koncu zgodovine, ki je popolnoma pogorela, kar pomeni, mi se bomo še ves čas ukvarjali z nekimi ideološkimi vprašanji, ker praktično je vprašanje polarizacije edino, ki nas lahko pripelje do nekega napredka.
Jaz osebno menim, da je to preseganje razlik in iskanje skupnega jezika z ideološko nasprotnimi posamezniki izgubljanja časa oziroma da ne bo pripeljalo do nekih sprememb. Prav tako se mi zdi, da obstoječa družbeno-politična paradigma, ki lahko rečete sodobni kapitalizem ali pa neoliberalizem, ne bo iznjedril na nek način neke rešitve. In tukaj sem nekoliko pesimist. Tako da menim, da praktično vprašanje, o katerih smo se danes pogovarjali, kultura strahu, rasizem, ksenofobije, izključevanje, sovražni govor, so samo latentne posledice delovanja ene ideologije. Evropa je praktično popolnoma pogorela v tem vprašanju. Mislim, da se levica v Evropi sooča s tem problemom, zato ker se na vsa moč trudi ponujati odgovore oziroma delati to, kar desnica že dela. Mogla bi se poukvarjati z nekim alternativnim konceptom družbene ureditve. Tukaj gre mogoče nekoliko kritika tudi na socialne demokrate v Sloveniji, ki mislim, da zamujajo to priložnost in da jih nekdo prehiteva po levi, ukolikor se tako lahko izrazim. Ampak osebno sem nekoliko skeptičen, da bodo te prakse, to vrstne, kot smo jih videli danes tukaj gor na predstavitvi, da se bodo dejansko same od sebe z nekim poudarjenjem in nekimi procesi, ki jih bomo mi delali v tako imenovani javnosti, sami od sebe odpravili. Bojim se, da bo ta boj hud, kako se bo končal, pa ne vem. Ministrica je vprašala, kaj ne naredimo. Naj odgovorim ne kot državljan, ampak recimo kot novinar. Poraz sovražnega govora je pravzaprav krivo novinarstvo. Novinarstvo je bilo prvo, ki je znižalo standarde, novinarstvo je bilo prvo, ki ga je začelo zanimati gledanost, branost, senzacije, rumeni tisk in tako dalje. In v trenutku, ko je novinarstvo spustilo standarde tako nizko, je ustvarjalo tudi možnost, da je sovražni govor postal bolj vpliven, kot bi bil, če bi bili ljudje navajeni prebirati kvalitetno in profesionalne novinarske izdelke. Zdaj smo tu, kako naprej. Mislim, da moramo novinarji vedno znova demistificirati sovražni govor, operirati s podatki, odgovarjati predvsem na nosilce politične moči, ki zavajajo in jim postavljati pravo vprašanje. Če bomo novinarji samo nosilci mikrofonov ali pa kamer, ali pa samo uravnoteževali ene in druge, ne bomo naredili nič. Torej, jaz zagovarjam aktivno novinarstvo in novinarstvo, ki se zaveda, kaj je pač lastnost dobrega novinarja. To je pa delo v javno dobro. Mislim, da so to politiki pozabili in zato smo novinarji in vsa družba tudi, da jih to ponovno spomni. Hvala lepa za lepo zaključno misel. Hvala vsem sogovornikom, hvala gostom, ki ste prišli na to okroglo mizo. Srečno.